Zato vem. In pol so reveži tam čakali, ne vem, po en so hodili tja v pisarno in tam v pisarni so jih mal mleli, da kaj bomo pa zdaj naredili, kjer bo dal ledvice, plačal, kaj boš pa pustil tukaj, jaz se bom prinesel na dno, neki pa moš pustiti kot garancijo in take fore. Ti postajaš Marino, tako v njih. Ne, jaz nisem bil noto, jaz sem bil zunaj. Ti si jih not spuščal. Sam sem pa videl na reveži tam, ker so čakali, ker zdaj, ker nisem mogli domov. Te sem na Instagramu, pa na Meti sem dansko imel pol plačano reklamo, še snemal sem se, editiral. To je veš zakaj, ker so misli, da si Žan Nekret. Ja. Ne, sej prijavil je bilo, čakaj, mislim, da 31 nekaj. Okay. To je nekaj. Sem bil ful vesel, ampak pol da tako malo gledal, sem rekel, no. To je ko zdaj Facebook, ko je prvič davno za dogodke, ne? Šta si videl, 200 ljudi prije, pa si prvič ni bilo noben. Ne, na začetku je bilo 200 ljudi, ko se je prijavljalo, je bilo 200 ljudi not. Kasneje so pogruntali, da te noben ne čekira, noben te ne bo nič rekel, če te ne bo, razumeš? In pol so se folk prijavljali, ne bilo nobenega. Instagram shadow banner. Ko se ne, shadow banning, kako je že? Kot ja. Dajo na stran algoritmi, pa ni nič od tega, ne? Ja. Ampak pol kasneje sem pa šel, par dni kasneje sem šel, ko mi dol padlo, sem bil kar malo depresiven, ne 3 dni. Zaradi tega, in potem sem pa šel na en sestank z enim parom, z eno poroko in pol jih na koncu vprašam, kje sta me pa našla? Pravi, joj, mama je videla tvoj en objavo na Instagramu, sem rekel, res? Super, sem rekel, ful dobro, čakaj ti bom pokazala, ne? Ok, cool, te pokažem. Pol mi je pokazala točno to, ker sem plačal te objave, ne? In mi pokaže to objavo, sem rekel, fuck, dan sta mi ful polepšala dan. In pol jim razložim to foro glede webinarja in to, da so bili samo 4 ogledi. In sem rekel, no, vsaj na nek način je to delovalo, tako da ful dobro, veš. Tako da, evo. Tako se začne. Nekako se je splačalo, no. Ja, nekje se pozna, ne? Ja, nekako se je splačalo, no. In verjamem, da še marsikdo to videl. Mislim, ful je težko s temi reklamami prebiti ta nek led, zid, karkoli že je, ne, da te pol potisne sistem naprej. Lahko ful plačuješ, pa ni nobenega dejanskega efekta. Fora je bila, da na začetku je bilo ful prijav, ampak pol je bilo ful manj prijav, ne? In ta sistem je narejen kao zajem, ne temelji na AI-ju in to nekako optimizira, ampak dejansko tista optimizacija je šlo v to, da je bilo manj prijav, kot pa prej, ker ni bilo optimizirano. Ne? Je pa res, da je ful glupo zdaj narejeno, da ne moreš izločiti določenih publik, ampak dejansko ti pokažeš samo, koga hočeš, da vidi to tvoje, ne moš pa reči teh pa teh noče. Nima nobenega smisla, da DJ-ji vidijo to moje objavo, ali pa ne vem, kaj pa sem, kdorkoli že. Ne? Ker, mislim, če bi razumela kontekst, to sem naredil za pare, ki sami organizirajo svoj poroko in ponovadi imajo iste vprašanja, sam ne vejo, nimajo pa nobenega, ki bi jim dal te odgovore. Jaz pa take stvari skozi ene in iste stvari ponavljam na sestankih in potem sem pač prišel na idejo, da bi naredil ta webinar, zastojn kot neke vrste marketing. Ja, jaz mislim, da boš mogel večkrat narediti. Ja, sej bom. Tako konsistenco delaš še ne in to. Tako da zdaj neko osnovo imam narejeno, zdaj edino, kar sem se odločil, da ne bom šel live, ker zdaj live mi je tako, malo mi je bilo glupo v monitor govoriti stvari, ker mi noben ne gleda. Tako da sem rekel, da sem jaz to posnel naprej, pa bom dal neke vrste evergreen webinar, se temu reče, nekega daš na uno platformo gor in vsakeč, ko kdo pride na tvojo reklamo, klikne, ga poveže na ta webinar in ga lahko dejansko gleda takoj. Ali pa ti določiš, ne vem, enkrat na dan ob tej uri, ali pa nekaj takega. Pa jaz mislim, da je najboljš, da takrat, ko ima nekdo čas, takrat, ko nekoga zanima, takrat je najboljši moment. Mogoče, ja, ali pa tako, ja. Neko težko si ti danes planiraš, danes bom pa ob tej uri tole gleda. Ja, samo kakšenkrat moraš ti razumeti, moraš v to vključiti tudi to, ko si ti rekel FOMO, ne? Fear of missing out. Ne? To pomeni, to pa moramo nujno, če ne bomo zamudili, ne bo. Ne? Če jim ti daš možnost, kadarkoli oni hočejo, vprašanje, če bo videli. Ne? Če pa daš možnost takrat, pa jih mogoče malo to spodbudi, da to dejansko mislim, da za FOMO moraš imeti res special produkt, ne? Če imaš res special produkt, pa lahko to dosežeš. Ja. Če imaš pa enega generičnega, ko ne vem, recimo 1000 ljudi to dela. Ja, mislim, se ni generični, to je za neko specifično publiko, razumeš. To tudi recimo za organizatorke porok jim ne prije dosti prav, zaradi tega, ker to so na sveti samo za tiste, ki sami organizirajo poroke. Seveda je stališča DJ-ja. Ne? In pač določen folka to ne zanima. Ne? To neko ozek segment ljudi zanima, razumeš. Samo tudi poročene pare, to ne zanima, ker pač mi smo to že dali čez, tako da nam je to vseeno. Lahko svetujejo naprej. Ja, lahko, ja. Ampak vidiš, to se pa lahko bolj pozna v drugih kontekstih. Lahko spet vidi neka organizatorka poroka, ta DJ pa nekaj zna, ali pa to je DJ, mogoče bi pa z njim sodelovala, razumeš v tem smislu. Pa kar je ful dobro, sem šel na neko področje, ki večina teh DJ-ov se sploh noče loti tega področja. In fulkrat sem slišal recimo v teh raznih
podcastih, spet poslušam, da ti se moraš po neko diferenciacijo si narediti, nekako se razlikovati od ostalih. In DJ-ji se hoče večinoma razlikovati, jaz imam take zvočnike, on ima pa take zvočnike, jaz imam tak DJ pult, on ima tak DJ pult. Noben se pa ne loti tega v smislu, jaz se razlikujem s tem, da jaz pomagam parom in jim dejansko dam informacije in pomoč, ki jo rabijo, ne pa da jim razkazujem svojo opremo, razumeš. Tako da... Mislim, socialna mreža, samo vse pa vse te platforme so v bistvu čist druga pot danes. Ja, mi smo že v pot. Pa ja, mi smo skozi snemo. To je bil zdaj EPP. Ne, pa to je bilo samo tako, malo smo se pogovarjali. Ne, vse prav, vse je isto, vse to ta tema. Ne? Tako, to je ta tema, ja. Vse to ta tema, ne. Jaz mislim, da so te socialna omrežja imajo danes čist drug prijem, ne. To je tako, da bi šel na kupovalni center, ne. Pred 20-30 leti, ja, ne. Če si bil na prvih vratih, si imel največ možnosti, ne. Če si bil pa na ta zadnjem kotu noter, pa si mogel z namenom tega prijeti, ne. In on se kar velika gužva, ne. Mislim, ja, gre v ta marketing bolj, se mi zdi, enkrat je bilo bolj za druženja pa spoznavanja, zdaj pa je bolj za reklamirati kakšne stvari. Ne? Ni več toliko, da boš ti spoznaval. Vse, če komu kaj napišeš, niti ti ne odgovori. Ne? Mislim, da se, recimo, ko imam jaz težavo pri socialnih omrežjih, ker imaš, vsaka socialna omrežja ima svoj chat, ne? In po mi nekaj napiše, če vse sem ti napisal. Kam? Ja. Kam sem napisal? Točno. Nikoli iščem, da mi prosim na mail pošle, ali pa ne vem, na SMS vse vedel, ne? Ja. In je veliko lažje. To je šlo meni na živce in cajt, kaj je bilo, ne vem, pa šel pa WhatsApp, pa Telegram, pa Messenger, pa ne vem, koliko še ene drugih stvari. In pol, zakaj pa ne bi po SMS-u poslal? Zakaj pa moraš imeti vse te platforme na svojem telefonu, gor te epe, ker ne vem, jaz ne vidim razlike med enim pa med drugim, razen v imenu pa v dizajnu, to je pa to. Ja, lahko ima neko drugo bazo ljudi, ne. Ni ista baza pri vseh, mogoče. Ja, pač dodajaš se not in si v bazi, mislim, ne razumem. Ne, mislim, ne vem, mogoče nek Facebook ali pa Instagram, to ni ista baza, ne. Na Facebooku imaš ti recimo starejšo populacijo, no, to, ja. Instagram pa so bolj mladi, starejši skoraj da ni toliko. Jaz bi rekel v Instagramu, da so bolj srednje starosti, TikTok so bolj mladi. Ja, no, to je polono, že naslednji nivo. Ja, to pomeni, da smo mi že stari. Tako. Nismo še prišli do TikToka. Vedno smo ga spustili, ne? Ja, z razlogom. Pa Snapchat, pa tako stvari. Ne vem, pač, recimo to mi je ena od stvari, no, tak, pri teh socialnih omrežjih. Je pa res, da recimo te baze so, tudi ne dovoljujejo vse, ne, isto. Se pravi, da recimo, ko daš link noter v Messenger ali pa kaj tega, ti ga sploh noče sprejeti, ne. Mislim, kot da bi blokiral konkurenco. Verjetno imajo kakšne tašne prijeme. Ja, ne, mislim, da na Facebooku na svojim lin. Ali na Instagramu, mislim, da moraš dejansko, če daš od Facebooka, čeprav sta v bistvu ista, a ne? Da če daš od Facebooka noter link, da ga niti ne zazna. Jaz osebno mislim, da mi ta socialna mreža jemljamo preveč demokratično. Ne? Mi si to predstavljamo, kot da je to, ko greš v diskoteko ali pa ne vem, ven v park in lahko pristopiš do kogarkoli, mu poveš karkoli in on tebi nazaj in komuniciraš vse. Dansko so pa to biznisi. In te biznisi si pa želijo kaj? Čim več zaslužiti denarja, ne, v končni fazi. In zato nas bremzajo na raznih nivojih, zaradi tega, da plačaš in lahko greš naprej. V tem smislu. Zato pa se niti ne moramo čuditi, če določenih stvari ne spreme ali pa ne vem, v tem kontekstu. Ne. Ja, sej v končni fazi je to tako, da kje imaš več prometa, ne, lokacija, ne. Se to bilo pri prodaji najbolj pomembno. Če si imel dobro lokacijo, ki je bila ful frekvenčna, si imel veliko prometa, pa to, če si prodajajo neke stvari, ko mogoče niso tako pomembne, ne, ali pa nepotrebne. Ne. Tako da, v bistvu je bolj drug fenomen teh socialnih omrežij, kak te pelejo skozi neke pasti, da ostaneš gor. Mislim, da gre v to smer, da te malo zasvojijo, ne. Da si skozi tam. In tako je pol vse na teh reklamah pa ogledih, to je pol cel core business v bistvu po vsaki platformi. Ne? Se kaj, itak se spomnimo, kako je bilo recimo začetki teh omrežij, obala.net. Yeah. Lizajn sem gledal na temu web archive, sem gledal za nazaj one profile naše, kako je to zgledal. Takrat si pisal z vsemi, ne? Pa bile so one reklame, one beneri, ki so bili, pasice. Ja. In to je bilo to v bistvu od reklam. Ne? Ni bil cilj, da boš ti služil na ta način. Ne?
Zdaj je pa se mi zdi lih kontra. Vse se neki zapira v neke mehurčke, ne? In v zadnje je pač nek marketing, ki skozi od tebe neki cufa. Ne? Tako da ja, se je kar spremenilo, se mi zdi v teh 20-25 letih že. Ne? Pa ne samo v ozadju marketing, vsak dan bolj in bolj vsiljiv marketing. Ja, ne vem, če ste videla, ko gledaš reel, pa tako kar na sredi tak prekine in ker ti kar usili reklamo ali pa dve in pol lahko greš naprej reel. Tako malo, ne vem, meni je in to. Tako pač, ni mi cool, no. Veš, ker te prekine v nekem flowu, pač ne ogleda nečesa, ne. Vsaka stvar ima nek, ko bi rekel, pač nek pomen, ne? Ali pa nek cilj. Zdaj, recimo, mogoče boš ti zaradi tega nekaj drugega šel kupiti, ne vem, boš jel sladko, veš, ker si kao živčen ali neki kafe, karkoli. Ne? Tako da to je po mojem vse ful prepleteno, zadaj cela ta logika, psihologija, kako oni tebe pripravijo, da ti nekaj porabiš, ne, dejansko nek denar ali čas ali pa karkoli. Ne? Recimo, če greš recimo danes v trgovino, ne, pa rečeš, ne, že bom šel kupiti prašek, pa ne vem, neki, ne, se pravi, zapomivati posode, ne. A veš, kaj boš v bistvu zagrabil, je tisto, kar se ti je v bistvu od zadaj skozi programiralo. Ne? In Coca-Cola je bila ena izmed najboljših modelov, kako programirati človeka, ne? Zato da danes spije Coca-Cola. Se, če ti mažejo sliko skozi, boš enostavno šel v polico, pa boš podzavestno zagrabil Coca-Cola, pa je neso ven. Ne? Ker si jo v bistvu celo življenje gledal, ne? Ali pa McDonald's, pa tako naprej, ne? Ker je pač trendi. Ne? Ja, to je v socialnih omrežjih je to, da ti oglasi skozi sledijo določeni, oziroma retargeting se temu reče, kako se ne vem točno. Ja, ciljno oglaševanje. Ja, ne samo ciljno, ampak ne, če si ti, ne vem, DJ, pa ne vem, ti bo, ne vem, za nek zvočnik, če bo oglas, pol tega bojo fulkrat pokazali, zato, da ti pride v podzavest. To je poanta tega, kakor ti govoriš. Tukaj pa, kar sem jaz začel, je pa fora, da ti usiljujejo po moje v reel, kad ti gledaš, ali pa ne v reel, v story, ali karkoli že, in kad ti gledaš in na polovici ti prekine in ti usili dva oglasa, zaradi tega, ker po mojem mnenju, in to je psihološko, naši možgani hočejo zaključiti, zaključek hočejo pogledati tisti story do konca, da doživijo tisti zaključek tistega storija, ne, da lahko gremo naprej in se oni nekako zavedajo, da bomo mi te reklame potrpeli, jih bomo pogledali do konca, samo zato, da lahko pogledamo do konca tisti story. Po mojem, to je ta fora. No, ja, verjetno je nekaj v tej smeri. Ali pa da je kakšna ta fora, da se ti v bistvu fokus v tisti točki toliko spremeni, da ne, mislim, že to vidiš. Da si fokusiran še na reklamo. Tako, ja, sej, če ne, tega sploh ne bi govorili, ne. Ja. Če bi bilo nepomembno, bi rekel, ok, ne, pač reklama, to si zdaj izpostavil, ne, kar pomeni, da si ful dobro zapomnil. Ja, reklam si nisem zapomnil, ker tiste trenutku nisem fokusiran na reklame, ampak sem fokusiran na jezo. Ja, ne mi tega delati, ne. Sem tudi to, veš. Ko si jezen, si marsikaj zapomniš. Ja, ampak sem opazil pri sebi, da si pa želim tisti story pogledati do konca, ne, in pol počakaš, da reklama mine, čeprav velikrat pa tudi izunaj, se meni zim, pa ga skenslam, pa grem. Preš, največje razočaranje, ko prije pol še tako druga reklama. Ja, se to je to, ja. Ponavadi imaš dve in ti napišejo spodaj one of two. Ja. Ok, hvala, da si mi povedal. Ampak ja, sej. Je kar, to je bilo najprej prisotno na televiziji, ne? Tam so začeli ta agresivni marketing s temi reklamami. Ne? Med filmi. Ja, to je bilo po 15 minut, bog pomaga. Zato smo se navadili, da si lahko na WC, si lahko neki spit, vodo, ja. Ne vem, neki si šel. Pauza. Tako da, to si se navadil, to je bilo cool. To je bilo cool. Sem na koncu tisti film trajal, v originalu bil posnet uro 45, gledal si ga 2 ure pa pol. Ja, nekaj takega skoraj, ja. Pa še to si imel, mislim, da italijanski televiziji si imel prvi del pa drugi del, celo prvi, drugi in tretji del, vmes so bili pač reklamni bloki. Prav napisati, ne vem, če se ti spomniš, je bilo na primo tempo, secondo tempo. Aha, ne, to se je še spomnil, to bilo še v 90-ih so imeli na italijanski televiziji. In si imel pač vmes reklamne bloke in ti si šel pol na WC, si šel neki spit, si šel to, si šel uro, tako da po eni strani ti je to lahko koristilo, ne, pač nisi videl njih reklam, ni neki ful koristilo, ampak smo se navadili in je bilo cool. Pa, ko si bil v kinu, si bil tam uro ali pa 2 skupaj, si sedel tam in nisi mogel nič, ker je pač bilo, si mogel gledati film do konca, ker se ni vstavil. Da lahko rečemo, da tudi neke pozitivne lastnosti so pri reklami. Mogoče, ja. Ja, par sivih las, da se greš barvati. Če ne drugo, imaš doslej pol voziček, ko greš iz trgovine. Ja, da se kolesje vrti naprej. Ja. Meni je še bolj zanimivo, ko so ti memi, kako so v bistvu narejeni kot reklama. Meni je to v bistvu bolj fascinantno.
A to, ki so zdaj tega za 36 ur na Ja, kakršenkoli mem. Kakršenkoli mem. Kakršenkoli mem, ne. To bi dansko lahko ven reklamo naredil, pa bi dal za McDonald's. Ne. Mislim, če ta tega ne bo izkoristil, ne bo neko kaj. Ne. Ja. No, Zdaj ima vse možnosti, da rata viral do kraja. Tako una Američanka, hak tu. Ona je končala svojo kariero. Tam njo so po moje pripeljali do te točke, so izkoristili. Precej hitro. No, sej, roko na srce, jaz sem bil pri tebi že na parih podcastih, pa tudi, če nisem dobil toplega obroka, tako da nič ne navadno. Ja, še dobro, da imamo samo 2 ure po dolgi podcast. Da nimamo 36 ur. Danes si dobil topel čaj. Ja, to pa je. To pa je. Skrbim, da znamaš linijo in to je. Zelo poletje. Za hujšanje. Za hujšanje. Top shop. Ja, meni v to mi je bolj fascinantno pri teh memih, kako jih v bistvu zapakirajo, pa kako se hitro to menja. Kako gre kar iz ene aktualne teme že kar v drugo in to se kar v bistvu iz resnih in zajebanci vse je v bistvu nastal en tak velik mem. In tudi vse to je nek marketing, neko tako sugestivno promoviranje ideje, mnenje nekih, ali je to od politike, ali od vojne, ali od karkoli. To mi je v bistvu bolj fascinantno. In mi je... Kaj je pol naslednja točka? Ja, kam gremo? Jaz mislim, da so se ful že zabrisali te meje med kaj je marketing, kaj pa je odnosi med ljudmi, pa komunikacija, pa vse te stvari. Ful so se zabrisali te meje, če tako pogledaš. Mi že zaradi tega pol gremo vedno bolj v te bable noter, te svoje male kroge. To ne vem. Se vsi opazimo, to gre ker zapira se. Gor greš, tako da si šel včasih na TV, pa si 150 kanalov prešaltal, a veš, da šaltaš tako, po vsebini na Facebooku. Pa vidiš, če kaj je zanimivega. Sej, tako jo tudi predstavijo, da ne zdržiš pol daljših nekih, ko bi rekel, vsebin, ne? Tako te držijo tudi v tem šahu, v bistvu, v tem sistemu njihovem notri, ne, da čim bolj scrollaš, ne. Zakaj je psihologija s temi reelsi, to recimo nikoli mi ni bilo lih jasno, ne. Zakaj, mogoče je to pri mladih problem, da nimajo nekega fokusa, pa so pol pogruntali, ne. Imajo, ne vem, motnjo pozornosti, dajmo zdaj pa kratke videoposnetke, ne, pa bojo to začeli gledati, ne. Tako da po mojem tle je bila, nekaj je moglo biti, ne, ker na začetku si imel dolge vsebine, zdaj pa se mi zdi, da je to vedno krajše, ne, in te dolge, recimo jih gledamo mi kot neka, zdaj, rekel, da smo zdaj stari, ne vem koliko, ne, pa starejša populacija, ne. Reelse pa, recimo, jaz jih ne maram, ne. Zdaj, da bi rekel, da je ful pri meni to popularno. Jaz še vedno pogledam one posnetke, ki so po 20-30 minut, ne, tudi recimo YouTube, pa vse to, ne. In recimo, to, kar je po 10 sekund, se mi zdi, da me dela ful živčnega, ne. Nič kaj dosti ne pove, ne. In dobiš to neko tudi jezo v sebi, pol kar scrollaš to naprej, ne, in ni kraja, ne. V bistvu se ujameš v ta, ko se temu reče, v nek doom scrolling, ne, da skozi to šaltaš, ker iščeš v bistvu neki, da rečeš, zdaj je pa to zanimivo, ne. In ni, in tega ni, ne, in to lahko grejo 3-4 ure, in dejansko, ko potegneš črto, gotoviš, da vse skupaj ni bilo nič, ne. Tako da, ne vem, recimo, kaj vi mislite v Reelsih? Ja, to je kot dopamin, to ima zveze z dopaminom, če sem prav razumel. Po mojem, da ja, ne. In to je podobno, ko si v kazinoju, pa klikaš v avtomate. Spin. Skozi spin. To je ista ta fora, ne. In si skozi dopamin šopa, ker si želi nekega, ne vem česa, ampak... Mogoče pričakovanje, da neki bo, tako, neki bo, ja, v tem smislu, ja. Ker ti se dansko lahko tudi naprogramiraš tako, ne. To veš, ni nujno, ne, kaj je bilo zdaj kur ali jajce, so bili prej mladi taki, ali pa recimo so ljudje to potrebovali, ali se jih je sprogramirali, da to potrebujejo. Se vse naprogramiraš. Mi nismo rojeni za to, da scrollamo po Instagramu, ne? Mi se naprogramiramo na to. Točno to, ne. In tudi ADHD se v končni fazi lahko na nek način ti pojavi pri tebi, zato ker nisi več sposoben slediti daljšim vsebinam, ampak
možgani hočejo skozi neke novosti. In pri tem scrollingu je točno to. Aha, še en reel, neka nova stvar. Aha, še en reel, neka nova stvar. In vsakič se ti dopamin sproža. Nikoli nisi pa dejansko zadovoljen 100%. Tako. In iščeš, mogoče naslednji postentek bo pa zanimiv. Tako da bi šel v tjale igre na srečo, loto, danes pa bo. Tako. Danes pa bo. Vse isto, še boljši primer je tisti avtomati. Tam pa skozi klikaš, skozi se ti zavrtijo številke, se ustavijo, oziroma pač v nekaj sličice in se ustavijo. In spet klikneš in spet se ti zavrti in spet se ustavijo. Spet klikneš, to je ista fora. In tudi, če kdaj kaj dobiš, je še toliko večji razlog, da bolj klikaš še naprej, ker super. Pospušiš. Zdaj sem dobil, ja. Dobro, to zagovorimo o materialnih stvareh, se pravi, reelsi pa dajo kaj, se pravi, dajo pa čustveno zadovoljstvo. To je isto, se tam ne dobiš, ja, to je točno to, ampak gre se za ne gre se za tisto nagrado, ko ti dobiš denar ven oziroma v žetone, pa karkoli že dobiš. Gre se za psihološko zadovoljstvo, za psihološko nagrado. Jaz mislim, da tam pri kazinojih se gre za denar, ne? Ker dansko ti daš denar noter, pa dobiš denar ven. Ne, tam je lih kontra. Tam je lih kontra. Tam v bistvu bolj ko pušiš, boljše je za tebe v smislu tega trila. Ne? Tako. Ti greš v kazino, da na koncu zgubiš, ne pa da zaslužiš, ne? Če si odvisen. To je ono, kar tebi da drive, pizda, zgubil sem, ne pa dobil sem. Ne? Veš, to se boš najbolj pohvalil, če si dobil. Ne? Oni nikoli ne dobijo, ker spušijo v naslednji rundi vse. Ne? Dejansko ne rečejo stop, ampak grejo vedno do konca. In to je kot te adrenalin junkie, ki se mečejo z letala dol. Ne? To je isto. Ne? Oni se vrže, verjetno ne zato, da gleda sončni zahod, ne? Ampak zato, da ne vem, nekje v sebi verjetno upa, da se mu ne bo odprlo padalo do zadnjih 1000 metrov, recimo. Ne? In to mu je njemu ne. Ja, mislim, isto kot z motorjem. Mislim, z motorjem ti ne greš 300 zato, da boš prej pršel. Veš, ti greš 300 zato, da ti požene, ne vem, adrenalin, da te dvigne v neko višjo sfero. A ni na Islandiji ali kje na nekem otoku, tukaj Britaniji, tam nekje gor na severu, je nek otok oziroma nek kraj, kjer grejo motoristi. Okay. In se ti motoristi vozijo, mislim, to je druga. To je na vsaki dirki jih par umre. Ker je na vse ali nič tam. In to je v bistvu ena najbolj takih znanih dirk motoristov. To je ono, ki čez vasi vozijo. Ja. To je, mislim, ko gledaš tiste posnetke, veš, da moraš biti, mislim, veš, da greš tja, da lahko ne boš prišel, tako da si šel v vojno, na ukrajinsko mejo. S tem, da bo lahko pri motorju rečeš, je padel. Isto kot vojni, je padel v vojni, je padel z motorjem. Padel si. Ne, mislim, isto je pač pri teh socialnih omrežjih, neka odvisnost, isto kot so odvisni vsi te z adrenalinom. Tle si pač odvisen od vsebin, nekaj iščeš, nikoli ne najdeš dejansko in skozi naprej. Sem kaj bi iskal tu, ne? Se pravi... Ne vem, nekaterim so všeč določene vsebine, ne vem, mačke, psi, karkoli, ne? Ampak to je tako narejeno, da ti dobiš unih par psov in mačk in pol, ne vem, lahko 15-20 minut ni več tega, ne? Pol je pa kar nekaj vmes, pol pa prideš že spet, ne? In pol, ti že spet iščeš, ne? Iščeš to, kar te zanima, ne, dejansko. Vmes pa programira še za kaj drugega, kaj bi te mogoče zanimalo. Algoritem tako naredi, da dejansko dela te high pa low, ne, dejansko te da na pik, pa pol te že spet spusti dol, da čutiš to neko razočaranje, ne. Pol začneš že spet iskati, ne, dejansko neko vsebino in tle pol zabijaš cajt, ne. Pol priješ že spet do tega, rečeš, cool, ne, pa gremo naprej, ne. Ker če bi pa skozi to imel, veš, pa se pa naveličaš, čez 10 minut rečeš, ok, dovolj je mačkim psov za danes, ne, gremo nekaj drugega delati, ne. Čista realna, dobra razlaga. Jaz sem pri sebi opozoval, recimo, zakaj scrollam, ker se kakšenkrat padem in ker scrollam in pol najdeš pač kaj je že story, reel, karkoli že je in neka zanimiva tematika, sicer je, ne vem, v njih par 10 sekund, kako minutko, mogoče tudi par minut in ki mi je ko si rečeš, ful dobra informacija, to mi pa zanima, ne, in pol poslušaš in doživiš neko zadovoljstvo doživiš, ne vem, kako bi rekel. Ne? In pol dejansko naši možgani hočejo spet iti v to fazo zadovoljstva. Ne? In pol iščeš spet nekaj podobnega, da tvoji možgani doživijo neko zadovoljstvo. In se pri tem natreniraš, da konstantno scrollaš, da konstantno iščeš spet ta hype, ta, ne vem, kako bi rekel, trenutek, zakon, ful dober, to, ko si ne vem, pol pošiljamo te rile pa to. Pri takih stvareh doživiš neko zadovoljstvo in ga hočeš deliti z drugimi in pol deliš drugim, razumeš? V tem smislu. In to je po mojem ful podzavestno.
Ja, v bistvu telo išče, ne? Tako. Telo išče pa na koncu. Ne se bo dansko res lahko prideš, tako da bi prišel do hrane, ne? Tako tam je ista stvar. Ne? Se pravi, v bistvu so ugotovili na socialnih omrežjih, da dansko poleg hrane, poleg teh nekih adrenalinov, ki jih nekdo doživi, ne? V športu ali pa v nekih ekstremnih stvareh, ne? Je v bistvu tu največja masa adrenalina, ne? Ampak adrenalin je informacija. Ni to adrenalinu, fora je v dopaminu. Dopamin, ja. Ja, v bistvu, Ker dopamin, če sem prav razumel, te nekako spodbudi na akcijo. Ja, da greš v nekaj, da nekaj narediš. In ti telo izloča dopamin, da ti scrollaš in pol enkrat nehaš scrollati, ker je telo prazno in nimaš več dopamina v telesu. In zdaj ga recimo pravi, da najslabša stvar zjutraj, ko se zbudiš, da začneš scrollati, ker tisti dopamin, ki bi ga lahko uporabil za neke bolj kreativne stvari, produktivne, jih uporabljaš, ga pokuriš tam na telefonu in pol si tak zmatran in pol se ti nič ne da in pol nič ne moreš. Ne. Zato, ker si že pokuril tisto določeno količino dopamina, dnevnega recimo, že na telefonu. Ja, po mojem TikTok mislim, da bil prvi, ki je to nekako nagruntal vse te ja, oni so začeli, mislim, s temi šoki. Ja, v bistvu prvi a ni bil to Snapchat? Snapchat pa ni, Snapchat je pa Snapchat posnameš, pa se bolj iz telefona zbriše video. Ne, TikTok ampak so bili tudi kratki, ja, ne? So kratki, sem je določen sam tako si ga poslal, za neki določen čas je bil, pa se pa zbrišeš. Ja, ampak glih fora je bila tem, da so bili kratki, so bili mislim, da so bili med prvimi, ko so bili zelo kratki, ja, ne? Ker šele potem je prišel story pa na Instagramu, ne? Najprej je bil na Snapchatu. Poli so pa začeli Instagram pa TikTok. Ja, poli je v bistvu še Facebook upiral, poli je prišel pa TikTok. Ja. Se to je fora, pa vidiš, da eno drugega kopirajo, vse te stvari na koncu, ne veš, na koncu vsi skoraj praktično skoraj isti. Ja, vsi. Reelsi imajo, mislim, Reelse zdaj imajo vsi, ne? Ja, in YouTube. TikToka do TikTok je itak že na nek način to izumil, ne? S temi njihovimi posnetki. Meni je bolj zanimivo, kako TikTok, recimo, izven Kitajske, ima drugačne algoritme za serviranje kot na Kitajskem. Recimo v zahodnem svetu tako vsebino daja neprimerno dejansko ljudem. Medtem ko recimo ženske, bla, 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 da v bistvu moške recimo potegnejo notri. Stimulirajo. Ja. Medtem ko na Kitajskem pa dajo bolj izobraževalne vsebine, so šli jih kontra, dejansko ni isti algoritem odzadaj, cilja na čisto druge neke točke, vrline, karkoli. Pa verjetno tudi nekaj, kar podpira oblast. Ja, mislim itak Kitajcem njim je važno ne to, kar je nam važno, za njih je to ološ, ne? Ja, ološ je to za njih, ne? Vse te platforme, OnlyFans in to oni tega ne podpirajo. Imajo drugačno to, neko mentaliteto vodenja ljudi, ne? Pri nas pa ti to servirajo, ne? V bistvu to neko dekadenco, ne? In misliš, da je to zaradi tega, ker se želi malo bolj kontrolirati družbo, pa jih lažje voditi? Mislim, oboje je kontrola in to, da ti imaš neko vsebino, ki te skozi stimulira, pa si ti potrošnik, na drugi strani pa nekdo te programira, da si ti, dober državljan, ne? Oni tako imajo recimo te točke in vse ta jajca, ne? Tako da oboje je ko bi rekel, neko targetirano programiranje, ne? Z različnim ciljem. Ne? Zdaj, tam mogoče oni hočejo imeti bolj zdravo populacijo v smislu mentalnih nekih vrednot. Ne? Tle pri nas je pa se mi zdi malo bolj potrošniško vse usmerjeno, pa v bistvu najbolj vreden si, če daš denar iz denarnice, ne pa da si ti zdaj tam pameten ali pa da si nekaj naredil. Ne? Pač, na koncu meseca moraš imeti 0 na računu, ne? To je cilj. Ne? Na nek način, ali pa celo minus. Ne? Tako da, mislim, oboje je programiranje, ni zdaj, da je eno boljše od drugega. Ja. Pač različen rezultat je. No, tako nekaj. Dobro, ti imaš na drugi strani ljudi, ko se fejs hitro prepustijo tem nekim tokom. Ne? Se pravi, kar pomeni, da ti lahko celotno družbo zavedeš v neko drugačno smer. Ne? Ja, sej, če pogledaš mladino, oni so na polno v temu notri. Mislim, druge realnosti skoraj da ni. Se vidiš, dogodki, vse. Ne? Hodijo starejši, ne hodijo mladi. Ne? Oni imajo svoj svet, doom scrolling in to je to. Ne?
pa da se malo posnamejo in da vidijo, kaj bodo drugi rekli. Ne, to je njihov cilj. Ne. Mi nismo imeli takšnih ciljev. Ne. Cilj je bil, da ti greš nekam, nekaj doživiš, ne. Zdaj se je pa to malo zašiftalo v neko drugo smer. Ne. Pač vse te firme itak vidijo trende, pa pol jih spodbujajo, ne, da grejo v to smer. Ne. Sej, lahko bo čez 15 let šlo že spet kontra. Ne. Bojo videli, da je to že izropano, izčrpano, ne. Pa bojo rekli, ok, gremo zdaj delati neke dogodke, socialne dogodke, ne, pa boš, ne vem, tam motiviral ljudi, da pridejo, pa jih na nek način naprej programiral z novimi idejami, ne. V smislu, da se pol tudi zasluži nekaj iz tega. Ne. Vedno je zaslužek v zadnje, ni nobena stvar, ni zastonj. Ne. Vse kot dansko-filmska industrija isto to počne. Ne? Ja, v filmih je... Recimo Black Mirror je eden izmed najboljših takih, ko dansko prikaže tisto neko... Ne vem. Ja, mislim, Black Mirror je bil kar udaren, no, tako rekel. Kdaj je pa prišel 2013? Ja, 2013 je prišel. Prva sezona pa se pa tako so te ekstreme potegnali, ko dansko jih pogledaš. Ne? Slučajno sem šel zdaj še enkrat gledati Black Mirror, ne? Prva sezona. To besedno vidiš, no to je pa, da smo pa danes. Ne? Ja. Da smo pa danes. Ne? Da smo pa danes. Jaz se vedno spomnim one epizode, ki so v njih nekih cubicles, ki telovadijo, ne vem kaj delajo in ki imajo reklame, ki jih bombardirajo 24 ur in v bistvu tam je lih kontra, ne? Tam mislim kontra, niti ni kontra, ne? Isto kot danes. Ti moraš plačati za to, da nisi bombardiran. Ne? Dejansko, ti moraš plačati in če ne moraš plačati, ne, pač to moraš gledati. Tako da, če hočeš to uporabljati. Mislim, oni so hoteli prikazati to na način, da ti dejansko temu ne moreš niti ubežati. Ne, govorim zdaj v današnjem kontekstu. Če govorimo o socialnih omrežjih. Ne? Ja. Takrat to si rekel pač, da moraš gledati. Če nočeš gledati, moraš plačati. Ja, ma sej danes je isto, kaj greš na telefon, odpreš aplikacijo, te bombardira za reklamo. Ti plačaš, če hočeš uporabljati. Vedno imaš možnost ne uporabljati. Ja, tam ne vem, kako je bilo pa v seriji, ker nisem gledal, ampak domnevam, da so mogli to uporabljati. In če niso v to uporabljati, so mogli plačati. Tako, ne razumem. Mislim, če ti si mogel plačati to, da skipaš reklamo. Isto kot je danes. Ne? YouTube Premium plačaš za to, da nimaš reklamo. Vse je ista stvar. Tako, pa imaš adblocker. Tako, ja. Ja, pač niso vsi vešči, da imajo adblocker. Tako je. Bolje, mogoče niti ni toliko pomemben adblocker, koliko je pomembno to, da ti njim ne dovoliš, da ugotovijo tvoje navade. Ne? Ja, no. To pa imaš še druga orodja, imaš ta, kaj je P-hole pa podobno, ki dejansko vse te analitična orodja vzadej jih odreže od tebe, da dejansko modeli se ne navadijo, kdo si pa kaj si, recimo. Ne. To v bistvu, kar naložiš na telefon in v bistvu velja za cel telefon? Ali? Mislim, jaz imam to na računalniku, pač laufam v Dockerju, ne vem, če poznate Docker, kontejneri, pa dejansko lokalno laufa kar na računalniku. Drugače imaš pa lahko na routerjih, pa odvisno od routerja, ne. Koliko je zmogljiv. Pa... To je tudi plačljivo. Ne, ni plačljivo. Ni plačljivo. To je pač nek community, ki so rekli, dovolj je tega sranja in gremo mi nekaj narediti. Imaš tam notri, ne vem koliko, par 10,000 teh v bistvu servisov, ki redno dodajo notri v to listo in pač blokiraš vse, kar pride iz teh naslovov. Ne. Vsa ta analitika, ne vem, od Googla in to ni en server, to je tisoče nekih serverjev, servisov, ki sploh ne veš, kako so prepleteni med sabo. Ne? In oni pa zbirajo neke podatke o tebi in tudi če greš ti nekam drugam, se ti reklama recimo prilagodi, ne glede na to, na katero stran greš. Ne? To je pač, bom rekel, malo zaskrbljujoče. Ja, mislim, vse, kar je zastonj, si pol na koncu ti produkt. Ne? Točno to, isto socialna omrežja. Zakaj so zastonjne? Ja, zato, da jih ti uporabljaš in generiraš ta revenue čez nek drugi kanal, ne da boš ti zdaj plačeval nek subscription njim. Škupo, ja, nek stol iz lesnine in posledično je nekdo to plačal od Google, zato da je tebi to prikazal in to se lepo obrača. Tako da dejansko niso zastonjni, sam plačaš na drugačen način. Tako, ja, mislim, zgleda zastonjne. Skozi potrošniški model, ne? Tako je, isto kot država, vse zgleda, da ti pripada, pa je zastonj, pa ugotoviš, da klinac je zastonj. Isto, ko je bilo v ambasadi Gavioli, si prišel not, lepo, ful dobro, jaz sem prišel, tukaj listek sem dobil za pijačo, ful dobro, pa si šel, pa si klika, ampak plačal si pa, ko si šel ven. Ja. Ko si šel ven, si pa mogo plačati, če ne nisi šel ven. Si imel after.
Na poseben način. Na policijski postaji si bil afterpol. Ali pa kje je Čekaj, tam? to so prav tako pas naredili, ali so povedali prej? Oni so imeli na kartici. Ja, oni so imeli tako kartico, si dobil, ko si prišel not, nisi nič plačal, nič, ti si prišel not, ti si dobil kartico, ki je imela pač neke okvirčke, kako je bilo že fora, in vsakeč, ko si naročil pijačo, ti je prišel zunaj, ampak prek ti je določene poklikal in to je to. In si spil pijačo in ti si žural vse in na koncu, preden si šel ven, si pa mogel plačati. In takrat, Recimo ta cashless sistem je pa zdaj kontra, moraš pa ti naložiti si gor, a ne? Pa s tem plačuješ. Tako je, to, kar je že gor, ti dejansko sam trgajo. Ja. Kar je mogoče malo boljše. Takrat tehnologija še ni bila tako napredna. Takrat, ko si kaj spil ob 2 zjutraj, to si šel olin, ne? Ja. Ti zdaj, ko naročiš pijačo, pogledaš v denarnico, če je kaj noter. Ne? Ja, se to že, takrat pa nisi vedel, takrat si pa kar neki naročal, vse. Se nisi takrat začutil ti nekega od tega. Si rata udolžen, ampak plačal pa si, ne? Sam pa so bile pa težave, ne? Pa na koncu je folk pa določeni, a so denar zgubili, a so jim ukradli denar, ali pa ne vem, niso imeli denar, ali pa neki take fore so se dogajale in pol so tam čakali, reveži niso jih varnostniki spustili ven, no, vse sem tudi varnostnik takrat. Ja, zato vem. In pol so reveži tam čakali, ne, po en so hodili tja v pisarno in tam v pisarni so jih mal mleli, da kaj bomo pa zdaj naredili, kjer bo dal ledvice, plačal, kaj boš pa pustil tukaj, jaz se bom prinesel naredil, no, neki pa moraš pustiti kot garancijo in take fore. Si postajaš Marino, tako v njih. Ne, jaz nisem bil noto, jaz sem bil zunaj. Ti si jih not spuščal. Sam sem pa videl na reveže tam, ker so čakali, ker zdaj, ker nisem mogli domov, razumeš? Pa je bilo veliko? Ma ne, ni bilo toliko, ne, ker so se ljudje že malo navadili, da pač moraš imeti nekaj denarja pri sebi, če hočeš, razumeš, prijet ven. Tako da to, pravila so bila jasna, ne, marsikaj se ti je zgodilo vmes med tem, ker si ti prišel not, naročil pijačo, pa do tega, da si šel ven, ne, pa še predvsem, če si se ga napil, pa če so bili našvasani, si zgubil denar, nekdo ti je nekaj ukradel, karkoli se je zgodilo, razumeš, in pol poč, kaj bomo pa zdaj? Ja, ne vem, kaj bomo zdaj. Nimam, ja, pa le, nekaj pa bomo mogli, razumeš, in pol so une reveže imeli tudi po pol ure in več tam not, in mi pa nismo mogli domov, dokler se niso vse zmenili, razumeš, pa so policijo, ko še enkrat poklicali, ampak ja, tako. In dejansko dejansko račun je prišel čisto na koncu in nisi niti, se ne zavedaš, ko imaš one listek v roke, se ti ne zavedaš, ker ti nič ne stane. No, evo, so zgubili listek in če si zgubil listek, si mogel plačati vrednost celotnega listka. Tudi če si spil eno pijačo, pa nobene pijače nisi spil, ampak ti si mogel plačati ceno celotnega listka, ker pač oni ne vejo, koliko si. Aha, se pravi, en listek je bil, rečemo, 100 enot. Ja, 100, recimo. Takrat so bili tolari. Ja, to si lahko ti, ne vem, po 200-300 evrov bil na tistem listku in ko si ga nafilal, si šel na blagajno, si plačal in si dobil drugi listek, če si hotel še piti naprej. V tem smislu, ne. Recimo ena zanimiva reč je, recimo pri teh cashless sistemih, ne? Da se največ denarja dobi, ker ljudje ne dvignejo denarja iz tiste kartice dal, ne? Se pravi, ti naložiš gor na to cashless kartico, ne vem, 100 evrov, ne? Spiješ za 90 ali pa 85 ali pa 80, ne? Kartico mogoče zgubiš, ne? Ali pa ne vem, pozabiš, se ga napiješ, greš domov, imaš na koncu ene pol ure okna, da spremeniš tisto kartico nazaj, da vrneš, pa dobiš cash nazaj. Če ne, oni to Če ne, pač to free money, ne? In je to, mislim, to je ogromni denarji. To še enkrat niti ne moreš da dol. Ne, ne mislim, oni morajo. Ja, to. Ja, kot ne moreš da dol. Leta nazaj, ne vem, jaz se spomnim, ko smo hodili Nizozemsko in to je pisalo, to, kaj ne vračamo nazaj, ne, pač moraš porabiti. Zdaj, če si preveč naložil, je tvoj problem. No, to ne bi smelo biti. To ni, tako je bilo. Lahko da je bilo to čisto v začetku, a ne, ko si še lahko to naredil. Se zmerom pride do tiste neke mase, ne. A veš, ko recimo postaviš neko pravilo, ne, se večinoma vsi strinjajo s tem, ne, pa vidijo, čakaj, tole pa ni pošteno, tole pa ni pravično, ne, pa se začne počasi spreminjati pravila igre, a ne. Tako vprašanje je tudi, koliko je legalno to, recimo, ne. Ker oni tebi ne smejo denar zadržati, pa da ti niso storitev dali za to. Oni ti morajo ta denar vrniti. Ja. Mislim, lahko da je takrat bila tehnologija tako nova, ne? Ja, lahko da tudi zakonodaja ni bila tako zakonodaja, neke luknje. Si ti lahko to dokleriš. To so kot kupončki, ko greš na pivo in cvetje in podobne, to ti kupiš 30 kuponov, zdaj je tvoj problem, če ne boš porabil, ne, ti si jih kupil, oni ne vračajo nič nazaj. Ti rečeš, ok, bomo spili 10 piv, ajde, tle 30 evrov ali neki, in zdaj, če nisi tega porabil,
No, to ne, pa spet, to ne bi smelo biti fair. Ja, ne bi smelo biti, pa je. Mislim, se če ti na začetku napišejo, ne vračamo nazaj, so se te obvestila. Ne? Ja, samo vse ni poštena poslovna praksa, ker ti za to nisi dobil nobene storitve. Tisti kuponček pa ni tisto košček papirja, to ni vredno, ne vem, kako bom rekel, 2-3 evre. Razumeš, kaj hočem reči. To ni poštena poslovna praksa, ne vem, če je to dovoljeno zakonsko. Ne bi smelo biti, no, če se me vpraša. Na koncu bi mogel ti priti s tistimi kupončki, ki so te stali in ti bi ti mogli vrniti denar za to. Ker pač nisi izkoristil storitve. Pika, tako je. To je smiselno. Bomo preverili. Jaz pa. Mislim, da tudi to je tisto, veš, dopomin, ko ga za pivo, pa za te pijače, zdaj bi danes imel pa fajn. Ne? Kot da naročiš recimo preko spletne trgovine neko zadevo, ti jo dostavijo domov in ti ta stvar ni všeč, imaš še vedno možnost vrniti. Predstavljaj se, če ne bi imel možnosti. To sem dobil informacijo, da si nekateri naročujejo iz About You, pa z teh spletnih trgovin, pa tako naprej, ne? Da dejansko si naročijo, prenosijo, se pravi, ne vem, rečemo, 1 dan, 2 dni nosi tisto coto, vrne nazaj, da bi novo. Ja, se imaš 14 dni, imaš po zakonu, lahko vrneš. Ja, sam ti moraš, ne sme biti oprana, ne sme biti une etikete, mora biti gor, mora biti dejansko neuporabljeno. Ja, če se vidi gor sledi uporabe, enostavno pač ti ne sprejme. Ja, greš v trgovino, tisto si lepo oblečen, greš ven. Ja. Pol tem pijanc polije vino po beli majici. Ja. ta je bila standard. Okay, ja. Jaz sem tako že dubil, gospod. Ne, tako da ja, ljudje so namazani z vsem možnim. Z raznimi formami. Z vsem možnim. Ja, to so te pravice, ki so pol pridane. Jaz mislim, da so socialno mreže imajo velik vpliv na to naše obnašanje, po mojem. Sem nekje bral, da naj bi bila socialna mreža v velikem zatonu in se sprašujejo, kaj bo naslednje, zato, ker ljudje nasplošno se vedno bolj zavedajo, pa hoče bežati ven iz tega. Ja, kaj si imel ta metaverse? Začali. Ja, mislim, to je bil nek poskus. Pa točno to je v bistvu. Virtualnega sveta. Ja, se spomnim Second Life, ko je bil, če si igral. Ne, mislim. Jaz sem takrat bil, ne vem, to je bilo 2-3, 2-4, je imel umek koncert v Second Life, ja, je bil prav virtualen oder in notri so bili karakteri, je imel ta kaj je bilo takrat, Orto Arena, ne, Simobil, ko je bil še. In je dejansko imel žurko 2-4. 2-4. O, mater. Second Life. Tam 2-4, 2-5, tam nekje je bilo. Tako da, evo, ne? Kje je bil umek z idejami, kje je danes Zuckerberg? Ne? Točno to zdaj je on hotel uvesti, da bi ti tam notri imel vse te stvari in da bi imel očala in doma bi bil v fotelju in se ne bi premaknil več. In točno to je v bistvu eden izmed teh naslednjih faz. Ne? Se pravi, da boš dansko težava postaja, ne? Da se ljudje vedno bolj izogibajo gledanju v ekran. Ne? Se pravi, da ti greš, pa tipkaš, pa scrollaš, pa tak naprej. Ne? Se pravi, naslednja faza je, da se tega izogneš, ne? In da tega ne počneš več. Ne? Se pravi, ena opcija je, da boš dansko se ti tako, ko se s ChatGPT-jem pogovarjaš, ne? Da boš dansko imel direktno komunikacijo z njim. Ne? Se pravi, tako si prej bistvo za tisto tehnologijo, to, ko je ta nova, ne? Da boš dansko imel ti nekoga, komu boš dansko samo govoril, kam ne gre, kaj ne počne, kako naj počne, ne? Ti boš pa skozi očala, dejansko potem še samo opazoval tisto, kar pač moraš opazovati, oziroma kar aditivno ne moreš pač rešiti ali pa skomunicirati. Tako da to naj bi bil feature. Ne vem, zaenkrat se ni primilo, ne vem koliko. Ja. Tako da mislim, da so ljudje povedali, kaj si mislijo o tem featureu. Jaz tega ne bi uporabljal, ni teorije. Ne. Mislim, da jaz tam začali kot nek retardiran, ne. Doma sedel v nekem fotelju in zdaj kaj, ne. Živel neko drugo življenje. Ja, ni lih. Ne. So ljudje, ki bi to počeli. Ja, vsi ljudje imajo AI, može, žene in vsega boga. Ne. Jaz mislim, da glih. Tako da na take se po mojem tudi so ljudje, cilja. ki se že javljajo, da jim čipe ugradijo, pa tako nekaj, ko se govori zdaj. Ja. Kdo je poslal? Jaz sem nazaj. Ti si poslal tist? Ja. Crazy. Je, ne? Ti si crazy. Si res crazy, ne? Kaj je poslal? Da se bojo delavce čipirali, ne?
Ja. Spremljajo zakonodajo, da ne bi bilo to možno, ne? Ker so nekateri prišli na idejo, da bi te čipirali, da lahko spremljajo, kje si, kaj delaš in tako naprej. Kot živino. Ne? Na Kitajskem sicer ne čipirajo, ampak imaš pa neke točke, ki jih lahko pol zgubljaš, glede na to, kakšne bedarije. Če delaš nelegalne stvari, in pol ti tudi ne dovolijo določenih storitev javnih. Tako, ne moš stanovanja kupiti, ne moš, to zdaj govorim na pamet. To smo spet pri Black Mirror v uniseri, eni verziji. To so točke zvestobe. Ja, zdaj, če se lepo nasmiš. Mercator ima to že ful časa, kje je bil Mercator, kje so Kitajci. Mogoče so oni, Kitajci, prišli v Mercator, pa so videli Mercator ali pa Italijano. Oni so imeli te boline že 30 let nazaj. Točke zvestobe. Si zbiral, da si kupil poluni toaster. Ja. Tako da mislim, je pa res, da na Kitajskem, ko hodiš po mestu, ni kriminala. Tam si lahko daš 500 evrov na čelo in hodiš in ne bo nič. Tako da, mislim, jaz ko sem bil v Šangaju, mi je bilo najbolj zanimivo, je bila cesta v metu 50. Ob 4 zjutraj sem šel na letališče in taksist je vozil 50 pol ure. To ni ono, ko pri nas 50, 200 metrov, pa pol je 70, 90. Ta je bila neka obvoznica, nekaj je bilo 50. In tip je, pol ure 50, Ni šel preko, ni šans, ker so vse posod kamere in se vidi, da imajo ta nek strah. Vse Švica isto, ne? Za njih pa ne vem, kako. Ja, mislim, jaz sem doživel kulturni šok, ko sem prišel gor. Tu pri nas, takoj, ko prečkaš nemško mejo, nemško-švicarsko oziroma Liechtenstein je tam še vmes, ne? Veš, da tam se vozijo kot norci v Nemčiji, po avtocesti. Ko si prišel v Švico, to je... Ja, zato, ker oni imajo kazen glede na dohodke. Ja, mislim, tam, tam recimo, ko se je prižgala rumena luč, so se vsi ustavili. Pri nas so vsi še malo pogasili. Po celju zjutraj, ko vozim, to je rumena, kot da ni. Se vozijo samo preko. Tam imaš problem, ker je kazen glede na dohodek. To pomeni, če zaslužiš 1 milijon evrov, je toliko procentov od tega dobiš pol. Lahko kazen rata 20 ur. To je problem v Švici. Če imaš denar, je une jurja, pač plačaš in tako jih porabiš za kaj drugega, za veštit. Tako da, po mojem, bolj zaradi tega se folk boji. Ker tudi, če si bogat, si to oni po neki lestvici pol oglobijo, je pol lahko to še vedno ful. Se zdaj, če bilo nekje v časopisu, nek z Ferrari ali pa še je dobil 100 jurjev kazni. Što pa ni zdaj več toliko malo. Jaz mislim, da to je tudi stvar kulture, neke države, neke skupnosti. Ne vem, če ste kdaj opazili, bolj ko greš proti jugu, pa proti vzhodu, večji kaos je, bolj ko greš proti severu, bolj je vse skupaj urejeno, pa ne omejeno, ni nujno, da je zakonsko omejeno, ampak dosti bolj se ljudje držijo nekih pravil, kot pa dolniže. Mi v Sloveniji smo glih nekje, tako bi rekli, na meji. Če greš na Primorsko, so sami norci, če greš na Štajersko, kaj lahko rečemo? Pa ne vem, ampak, ne vem, no. Mi smo na meja med Balkanom, pa med kao razvitim. Ja, med severnjaškimi državami, ja. To je pač moje mnenje, ne slabega ne mislim, ampak bolj je to zanimivo, ne vem, recimo kak Indiji, pa to recimo, če sem prav videl, je ful kaos, ali kje že, ampak jim funkcionira, ne. Na severu red funkcionira, pa nas je pa mešanica kaosa, pa reda, pa je malo drame. Ampak ne, se je kar... Pa nič ne funkcionira. Pa ne, se funkcionira, se nija kar reč. No. Veš, kaj se, če bi mogel vsak kriti škodo svojega avta, ko ga poškoduješ, ne bi se hitro vsi se zmenili, bi vsi na en drugega ahtala, ne. Jaz mislim, da dol v Indiji glih nimajo zavarovalnih polic. Veš, kaj mislim? Ker mislim, da ta sistem ne funkcionira dol, ne. Ker če bi... Tam pač vsak krije svojo škodo, se na roke zmenja, pa tam sredi ulice, če žene. Ja. Tako da lej. Jaz mislim, da kar se te prihodnosti tiče, mislim, da je interes, da bomo vedno manj gledali v ekran. Tudi jaz pri sebi opažam, da mi je itak notification, da že vse stran. Potem sam še gledaš tisto, kar moraš gledati. Itak te pa še malo noter potegne, zato ker si malo odvisen. Ker te potegne noter, ne. Ker itak grejo te objave, pa vsi ti memi, pa vse te stvari so tako ekstremni, da enostavno se moraš nasmejati, pa pogledati, pa reči, ne. Itak mediji to ven potegnejo, ne. Ljudem je to zabavno, pa smešno, ne. In
Ja, malo je zanimivo, ko potegnejo stvari iz konteksta. Recimo. Kako to misliš? Pa ne vem, ta ki je govoril, da je bil brez toplega obroka. Pač, iz konteksta ven so potegnili stvar in so ga zdaj pač malo, norčujejo, se ne vem, norčevajo, pač izpostavljajo ga, ne. Ampak pač, mogoče pa res navajen, pač, razumeš, toliko časa sem bil, pa nisem, recimo primer, ne, septembra sem šel v Berlin in smo šli z avtobusom seveda, ne, in pol dejansko iz vse, kar si lahko jedel na poti, da si se ustavljal na tistih pumpah, kjer ima McDonald'se in si jedel pač tiste McDonald'se in nič drugega. In jaz ti povem, da po ne vem, koliko smo se furali, 36 ur. Ne, 36 ur ne, ampak ti povem, 11 ur, koliko smo se vozili če cel dan, a veš, da so mi šli že na živce tisti McDonald'sovi burgeri, ker smo se ustavili vsake 3 ure, pa so si nekaj... A da nisi bil ti ta človek, si imel lasolje? Ja, skoraj, ni bilo toplega obroka. Ne, ampak, pač ti gre pol na živce. Si imel lasolje? Ja, ne, ampak ti gre pol na živce malo ta hrana, ne. In pač zdaj so naredili ljudje se iz njega norčujejo, po mojem bolj z tega, pomagali so ti, rešili so te, bodi tiho in bodi hvaležen. Ne? Da si živ, ne? Ja, bodi vesel, da nekdo nekaj naredil, ampak glih to je, da si tiho in da si vesel in da je to, kar nas skozi vzgajali, da bodi priden, bodi tiho in pol se ti bo v življenju lepo godilo, če ne, pa se ti bo, razumeš, nekaj slabega lahko zgodilo. Ne? To je to je definicija ovce, ne? Da si tiho in da nič ne rečeš in ok, hvala in to je to. Jaz mislim, da je to neka taka družbeno programiranje, ne? Kaj ga tudi sistem ne? Tako. Ga goji, ne? A veš, se pravi, ti hočeš imeti neko tako družbo pač z nekimi določenimi vrednotami, ne? In potem na koncu izpostaviš tiste ekstreme ven in jih v bistvu devaš neke etikete, stigme, neki, ne? A veš, tako da bi rekel, ne vem, v času korone, so bili določeni antivakserji, a veš pa tak, ne, in pa mi daš etiketo antivaksera, ne, in pa točno veš, kam kjer je sodi, ne. Ja. In pa automatično se ljudje ne morejo več med seboj pogovarjati, zato ker je ne antivakser, ne pa pro, ali pa ne. Ja, to je lažje kontrolirati v glavi, ko nekomu daš neko etiketo, on je tam, ok, zdaj pa vem, kam te dati in zdaj te to lažje obvladujem situacijo. Pa levi pa desni, ne. Tako. Lažje bolj obvladujem situacijo, čeprav to ni najbolj produktivna stvar, ampak je pa recimo safe v smislu. Ja. V bistvu večja baza je tam ljudi, ko razume, kaj to pomeni, pa kam sodiš, ne. In je pa res, da je treba v bistvu prej izobraziti ta termin, ne. Ti moraš razložiti, ne, zakaj je on lev, pa zakaj je on desni, pa zakaj je on antivakser, pa zakaj je, ne vem, karkoli, ne. Zato so socialna omrežja, ne, da lahko ti se skriješ v zadaj in poveš, kar češ, ne. Ja. Ampak tudi tlej, po mojem, bi mogla biti neka zakonodaja, da malo bolj to pritisne. Danes vsi povejo, kar čejo in žalijo in vse. Ja. Si tudi za tega z obrokom, recimo, ajde. Zdaj pač bomo videli, kaj bo, ne. Ali bo dato zvezda, ali bo padel depresijo zaradi tega, ne. Ampak kako nekateri pač viš, kako napiše, ne, ta je, ne vem, mamin sinko, pa nima pojma v življenju. To so ljudje, ki bojo vedno tako govorili. Ja, ampak vsa ta omrežja in to, veš, tam si ti za nekim nicknameom in se lahko tam skriješ v neko klet in kritiziraš pa komentiraš, ne, kar češ. Se pogledaj si RTV, recimo, portal. Ne, tam greš brati komentarje, tam greš brati komentarje, da ali se nasmeješ ali da se zjočeš. Ne. Druge ni vmes. Ne. Na novico jo kar preskrolaš, pa greš samo v comment section, ne, ker tam je za kokice. Ne. In mislim, folk piše svašta, no, si misliš, ta je nor, pa ta nek psiho, Se zanimivo je, kaj je v bistvu zdaj bolj resničen, ne? Članek ali komentar, ne? Mislim, tako rekel, jaz mislim, da za komentarji so dejansko, mislim, osebe za komentarji so bolj resnične, kot če jih srečaš na ulici. Ja. Dejansko to, kar ti doživljaš tako, je ful za neko fasado, ker vsi... Ja, igra neko vlogo. Ja, dejansko. Tam so pa dejansko to, kar so, ne. In če bi vsi ti imeli priimek, bi dejansko gotovo, da pol jih je norih, ne. In po mojem bi te presenetilo še, bi rekel, ta se mi je zdel normalen, cel life, ne, pa pol gotoviš, da terorizira tam po internetu. Ja, trol, ne. Trol, ja. Ne, tako da ja, Jaz tudi mislim, da bi moglo biti nekaj, kako se rekel, zakonodaja, se verjetno je neka zakonodaja. Ne, se imaš ono spletno oko in to, ki lahko prijaviš. Da ljudi pokliče na odgovornost. Sam jaz mislim, da kljub temu, da so ljudje z imenom in priimkom, pa so resnične osebe v nekem svojem okolju, ne, se še zmerom imajo potrebo potem, da izrazijo svoje mnenje, ga dajo, ne, in jim je čisto vseeno. Ne, si določeni, mislim, določeni rečejo, tako je in
imajo pač ime in priimek, ni da se skrivajo. Ja, pa jaz mislim, da jih je zelo veliko. Vedno več. Ja. Tako na bistvu ljudem je vseeno, ne. Tak, a veš, Mislim, ja, zato, kak bo kdo... Vsak ima pravo glasanja. Ne? To je pa pol vedno dilema med pravico do izražanja, pa kaj je žaljivo, kaj ni. V tem smislu. To je vedno nekako tako zelo težko definirati to mejo. Hitro priješ v to. Ti dejansko lahko s temi svojimi komentarji ali pa z nekimi objavami, ti dejansko lahko tudi devaš neko narativo oziroma neko sugestijo, kaj bi se ne zgodilo. In recimo zanimivo mi je, recimo, ko so ti različni portali v nepremičninah pa tako naprej, in tam je doskrat veliko teh nekih anonimnih objav noter, ki dejansko ne veš, je to zdaj EPP, je to zdaj promocija, zato da se neki pumpa na neko mnenje, ali je to odzadaj resno vprašanje. In je veliko takih nekih zanimivih komentarjev potem od spodja, ki sledijo. Tako, to je tako, da bi zdaj rekel, veš, recimo, ne vem, hočemo zdaj dvignati ceno nepremičnine, veš, pa začneš navijati, navijaš. Saj se recimo v času korona se je recimo opazilo, mislim pa se je zaznal, da se je neki nepremičnin prodajal, ko se noben ni nihče, nikoli se ni javil noben na tisti telefon, veš, objava je bila noter, kot da je cena se prodaja za ne vem kak denar. Ampak se je v bistvu objava namenjena izključno temu, da so se cene nepremičnin začele pumpati. Namesto da je eden prodajal, ne vem, rečemo, realna cena v tistem času 200 €, je dal 350. Vsi so se zagnali noter, ko je snor. Zdaj pa več takih objav, ko je bilo. Bolj se je dejansko delala neka narativa, se to je pa zdaj počasno normalni svet. In pa na koncu pogledaš v bistvu recimo realno stanje Ljubljana, pa ne vem, rečemo Dublin ali pa ne vem, neko drug kraj, pa vidiš v bistvu ful veliko razliko v ceni. Ali pa Dunaj, je že recimo... Ja. Je že kar velika razlika, pa je Dunaj bistveno bolj... Mislim, ja. Pač te platforme se izkorišča za to, da pač imaš nekaj od tega, se zato pa so po eni strani. Od nepremičnin.net pa do Facebooka, si tudi kaj na Facebooku, če imaš ti recimo nek page, ti lahko tam imaš neke fake komentatorje, oni napišejo neko pozitivno mnenje in pol vsi mislimo, da je to dobro, pa dejansko je shit na koncu, veš, tako da to je pol vse odvisno od tebe, kako filtriraš, pa koliko krat si bil osel na ledu, in da pol iz nekih izkušenj veš dejansko, ja, to pa je res, to pa ni res, Še vedno je pa dosti neke populacije, ki padejo vedno na iste fore. Tako da ja, to bo vedno. To je, mislim, tako je zanimivo ta pojavno. Se recimo to, ko smo se prej pogovarjali glede anonimnosti oziroma kdo je za to osebo. Se v bistvu ne bi se neka zakonodaja Evropske unije sprejemala, ko bi mogel ti v bistvu dati kot verifikacijo. Za socialno mrežo, ja. Za profil. Ja, sej to bo Jaz mislim, da bi bilo to zelo koristno, zelo vredno. Ja, mislim. Ja. Bi bilo, po drugi strani nekdo bo rekel, ja, zdaj pa to se rušijo temelji neke demokracije, ti se ne moreš več izražati, zato ker si lahko, ne vem, sankcioniran, če nikomu nekaj ne paše, pa da ti... To je isto, kot da bi rekli zdaj, ok, tukaj zdaj obstaja prometna zakonodaja in če jaz ne vozim 50 po naselju, se ne morem izražati, kakor se jaz hočem na cesti. Ja, ne, mislim... Ni demokracije, vse skupaj pade dol in je to... Gre se za to, da sprejmemo kot družba neka pravila, zato da lahko normalno sobivamo. Tako. In da če posameznik krši ta pravila, ki smo jih sprejeli skupaj kot družba, je pač se ga pokliče na odgovornost. In če je človek anonimen, ga ne moš poklicati na odgovornost. Ne, to je itak, da ne. Veš, kaj hočem reči. Bolj je problem, če tebe pokliče nekdo na odgovornost za stvar, ki ni bila žaljiva, ampak je pa proti nekim njegovim prepričanjem, in ima ta človek vpliv. To je pa isto kot pri policiji. Ti voziš 50, dva sta v avto in rečejo, a ti pa nisi bil privezan. Ti si pa zdaj sam in kaj boš naredil? Ti plačaš kazen. Ne pa veš, da je druga resnica. Tako da tudi to se lahko začne izkoriščati, enkrat, ko veš, kdo je vzadej, pa škodiš. Se vsaka pravila, vse te stvari, vsak sistem se da izkoriščati. Zdaj pa odvisno, kako mi kot družba to znamo postaviti mehanizme, da se to čim manj izkorišča, oziroma da se ne izkorišča. Ja, če vprašaš, ne pridi prava, on bi rekel, da zelo slabo. Glede to, kašta štorjeva, da njegovemu profilu. Ja, tako da je dosti tega, da ko nekomu stopiš na rep, tudi če ti poveš nekaj po pravici, te lahko nekdo zašije, reče, lej, si mi, ne vem, slabo ime si naredil ali pa karkoli, lahko pa to ni res, ti si samo povedal tako, kot je. Tako, ja. Tako da tle nek kompromis bi bil fajn,
bolj je problem, da nimaš pa po mojem neke pametne zakonodaje, ki te ščiti tudi v kontra primeru. Zdaj, če si ti nekaj povedal ali pa razkril, da te nekdo ne more zdaj preganjati zaradi tega, ne, če je to resnica. Mislim, nisi ga zdaj užalil, si ga pač mislim, ta zakonodaja že v osnovi obstaja, ne? Ja, za koliko se drži sodstvo pa to. Ne? Razžalitev ali pa kaj takega, se ta zakonodaja dejansko obstaja. Ne? Stvar zakonodaje, stvar pravil ni samo to, da sankcioniraš samo eno stran, ne? Ampak da nekako probaš vzpostaviti sistem, ki bo deloval nekako za celotno skupnost, ne? In ki bo konstruktiven za skupnost, ne destruktiven za skupnost. V tem smislu, ne? Jaz mislim, da v bistvu ti sistemi zmerom iščejo to neko sožitje, ne? Se pravi, da lahko večja skupnost sobiva noter v tem. Je pa res, da recimo zmerom se pravila postavljajo v eno smer, ne? Potem pa tisti, ki krši, ne, je mogoče malo včasih lahko tudi bolj prav. A veš, ne, to ni nujno, da zdaj to pravilo je pa zdaj pravo. Ne. Lahko je v bistvu mogoče preveč, a veš, to tako bi rekel, ne vem, pravilo tistih kartic, ne, a veš, ko niso vračali denarja. Ja. A veš, recimo eden se je to zmislil, a veš, zdaj pravila ni bilo, lahko da je mogoče tudi bilo pravilo, da ti to lahko narediš, ne, samo en je najdel luknjo v temu in ni vračal denarja nazaj. In dokler ni prišel do tiste neke točke, da je se večja skupina ljudi začela pač pritoževati na tem, so pa mogli pravilo spremeniti. Ne? In ti pravila skozi spreminjaš na podlagi tega. Ne? In... Se pravi, to je spet stvar pravil, ne? Kako te stvari definiraš. Ja. Ker normalno protesti so del države v končni fazi, ne? So del sistema v končni fazi. Ne? Protest pomeni pač, da to pravilo nam ne funkcionira, naši večji skupini ljudi, dajmo to spremeniti. Ne? Ja. Tukaj imaš, po moje, lahko imaš možnost na socialnem omrežju reči, to pa to mi ni cool, to pa to mi ni všeč. Ampak seveda to lahko poveš na več različnih načinov. Ni samo kaj, ampak tudi kako je pomembno. Ne? A boš ti to na spoštljiv način povedal, a boš ti to povedal na nespoštljiv način. Ne? In to ni stvar, izražanja. Se je izražanje, sam ne vem, koliko je to produktivno izražanje, ne? Koliko je to konstruktivno izražanje v tem smislu. Ne? Ja, zmerom je več platina. Tako. Mislim, vsaka stran svojega osla branjena. Pa plus to, da smo mi na nekem socialnem omrežju, je naša izbira na nek način in ti tudi v javnosti, tako v življenju vsakdanjem si evidentiran, imaš ime, priimek, imaš naslov, imaš osebno izkaznico, imaš to izkaznico, imaš ono izkaznico in lih zaradi tega noben te ne preganja za malenkosti, ampak če boš naredil kako stvar, ki je kontra pravil, ki smo jih sprejeli vsi skupaj, normalno, da te bojo poklicali na odgovornost. In isto bi moglo biti v virtualnem svetu. Nisi nič drugačen. Glih tako si pač si na socialnih omrežjih, ne, nisi fizično prisoten v računalniku, ampak še vedno pač ti izražaš neko svoje mnenje. In se mi zdi prav, da si tam nekako z nekim imenom, priimkom in s tem, seveda je treba postaviti neke omejitve, da se to ne izkorišča proti tebi, da ti ne more nekdo ukrasti identitete ali pa neki, uporabljati to, ne vem, kontra tebe, ampak je pa fajn, da se ve, da pač, če si naredil, če si to in to rekel, da si ti to in to rekel, ne? Da ni to nek anonimus, ne vem, kdorkoli. Ne? Ja, isto kot avto s tem obrokom, ne? Vsi vemo, kdo je to rekel. Sej, ampak, a veš, hkrati imaš pa veliko profilov, ki se ne identificirajo kot ime in priimek, ampak se identificirajo kot, ne vem, kjerkoli, Slomemija, če poznate pa tako, ne, ker tudi pač te meme je vrgel tudi na to temo in ne veš, da se skriva za tem, ne. Sej, po eni strani je fajn, je zaščiten in se lahko gre neko to satiro, ampak po drugi strani pa spet, a veš, lahko pa gre neki čist, kar je nekonstruktivno za družbo, pa pač neke take producira, neke take videe oziroma meme, ki ne vem, koliko so to pol lahko, ne vem, konstruktivni za družbo in ga ne moš poklicati na odgovornost, ker ne veš, kdo to je, a veš, v tem smislu. Jaz mislim, da so tu veliko različnih ideologij, ne? Se pravi, več različnih vrednostnih sistemov, kako nekdo razmišlja. Ne? In potem eden razmišlja tako, ima po svoje pravne, drug razmišlja drugače, ima spet po svoje pravne, ampak ta dva ne bo ta nikoli prišla skupne. Ja. Ker gleda vsaki svojega različnega kota. Zdaj pa kot nek celoten sistem, ne, mora pa to barvito spustiti. Mogoče sta celo v drugačnem kontekstu. Ne? Ja. Recimo, ti si lahko pač državljan in lahko si podjetnik. Ne? In ena stvari gledaš kot državljan, ena stvari pa gledaš kot podjetnik, recimo, ne? V tem smislu. In kot državljan lahko rečeš, ok, super, ful dobro, da so folku povišali minimalno plačo, kot podjetnik si pa misliš,
kira bedarija, ker so folku povišali minimalno plačo, da bom jaz mogel več denarja dati od sebe. A veš, kaj tako hočeš? In potem se mi dva lahko kregava, ampak smo čisto v drugih kontekstih. A veš, v tem smislu, nisva v istem kontekstu. Ne? Mislim pa, če to bo... Ja. Ne pridi pravi, v bistvu eden izmed najboljših tem, kako omejiti svobodo, recimo. Ne glede na to, koliko ima prav, pa koliko nima prav. Ne? Mislim, hitro te sistem izklopi iz vsega. Ja. Je pa ko si prevelik, ne? Ja. Ali pa ko imaš prevelik vpliv, ne? Ali pa mogoče nisi na pravi strani. Ne? Ja, sem kaj pa prava stran, ne veš, kaj ti hočeš reči. Ja. Mislim, se je recimo ta Šiško, ali kaj je bil, ta Varda, ne? Aha. Isto. Ne? Kaj je prava stran? Ja, mislim, on je branil meja. Mislim, on je po njegovi ideologiji branil suverenost države in meja, ne? Neke nacionalnosti. Po njegovi osebni resnici. Ja. Ampak je recimo imel veliko ljudi za sabo, ne? Ampak na neki točki, ki so imeli podobno ideologijo, ne? Ali pa podobno mnenje. Ja. Ampak na neki točki je pa zgleda prestopil mejo. Potem, ko prestopiš mejo, hitro rečejo potem pa tem zakonu, ne? Kršiš suverenost države Republike Slovenije ali pa ne vem, ustavno ureditev kršiš, ne? In ko prideš do te točke, potem te ugasne. In tu je potem svoboda. In je čisto vseeno, a je anonimna ali pa ni. V končni fazi, ker oni točno vejo, iz katerega IP-ja verjetno prihaja. Ja, itak. To ne moreš skriti. Ja, razen če imaš kakšne VPN in to. VPN, ja. Sem to moraš imeti. Tudi to se da, recimo, vsaj pri Toru je tako, da če bi šli gledati tu node, ki so notri, ne bi lahko šli v bistvu nazaj, pa ti sledili. Node kot kaj? Tam imaš node in pač promet gre čez te node in dejansko zgleda, kot da prihaja iz teh nodov, ki so vmes, v mreži nekje. Ampak ti lahko greš po korakih nazaj, da priješ do prvega začetnega. Teoretično. Ne. Ampak ameriške agencije to delajo. Za kakšne kriminalce težke in to se potrudijo, da ga dobijo. Ne. Tudi če uporablja to, recimo. Ker imajo tudi oni svoje node notri, ki so kompromised. Tako da ja. Pač hitro te lahko utišajo. Ne? Pa se mi zdi, da tudi ta omrežja in vse to imajo te neke vzvode notri že ugrajene, da ko nekdo pokliče ali pa se pritoži, da to kar ping, ne? In te ni nikjer več. Ne? Pa misliš, da to obstajajo od zadnji kakšne agencije, ki skrbijo recimo za lokalna omrežja? Tako da bi rekel Meta Slovenija ali pa Meta Instagram ali pa kaj tasga, da so dejansko določeni posamezniki, ki skrbijo za... Mislim, tako rekel Meta itak uporablja neke podizvajalce, ki se ukvarjajo z vsebinami, ne vem, filtrirajo in tako naprej. Ne delajo oni to direktno. Imajo, ne vem, indice pa tam dol dajo te stvari, ne, centre. En primer je bil, sem enkrat gledal, recimo ti na Facebooku dnevno, ne vem koliko tisoče in tisoče posnetkov imaš, ki so totalna katastrofa, ne? V smislu od umorov do daja folgor. In imaš pol ljudi, ki to filtrira. To ne filtrira niti sistem avtomatsko, ampak imaš gledalce, ki to morajo gledati in dejansko oni rečejo, to da bi da dol, to da bi da dol. Tako da neke inštitucije obstajajo, ki mogoče tudi pri nas, kakšna inštitucija ali pa firma, ki pač dela za njih in skrbi tle za promet, podatke, karkoli. Pač ne vem. Vem, da imajo pač določene firme, ki delajo za njih. Mislim, se po eni strani je to najbolj prava pota. Če bi dansko naredili čisto svobodo, bi... Ne, to bi bil pol Texas. Se tudi recimo, če bi recimo dal, da bi kapitalizem sam po sebi čisto vse uravnaval, da država ne bi nič več posegala v rečemo monetarni sistem ali pa tako naprej. Kako se temu reče drugo besedo? Anarhija. Ja. Čista absolutna svoboda, kaj mi imamo za svobodo, je dansko anarhija. Odsotnost kakršnih koli pravil v končni fazi. Ja. Sam to ne deluje za nas kot družbo. To ne funkcionira. Dejansko noben od nas ni svoboden, kakorkoli obrneš. Še vedno moraš narediti neke stvari za to, da dosežeš nekaj drugega. Če hočeš pač, ne vem, imeti čisto doma, moraš posesati, pa pobrisati prah v končni fazi. Najbolj svoboden si bil kot otrok. Takrat si se najbolj počutil svoboden, ker so drugi vse delali zate in skrbeli. Dejansko si mislil, da bo vedno tako. Zdaj pa ugotoviš, da je to velika laž. In da če ne plačaš tam ene položnice, hitro se začnejo stvari komplicirati in lahko ostaneš ti brez kakšnih
kakšnega premoženja. Jaz sem to pomeni biti odrasla oseba, to ne pomeni nič drugega, kot biti odrasla oseba. Ampak imaš sisteme, recimo po svetu, kjer si ti lahko odgovoren, ampak prideš v neko situacijo, ko nekaj ne moreš, ne, in te ta sistem zelo hitro izpljune ven in nimaš nobenih pravic več. No, to pa je. Zato imaš pol na koncu vedno neke varovalke pa uravnilovke, da to držijo, ne. V nekem balansu, vsaj pri nas v Sloveniji tako. Ne. Pa ne, vse v bistvu je kar ja ne, recimo kakšna Amerika je Amerika je ekstremna. Mislim, Kitajska tudi ni, recimo Kitajska, kar se tiče tega, je kar vse tiste nerazvite države v osnovi, ne. Se mi zdi, da Evropa je še mogoče najbolj taka, ne. Ne, Evropa še v bistvu najbolj... Zaenkrat je, ne, bomo videli. Ne, ampak se po eni strani, kot ko pogledaš, ne, sej družba se v osnovi skozi spreminja, ne, pa razvija, ne, kar pomeni, da tiste neke dobre stvari bo kar tak zmerom vzela, ne. Tiste slabe stvari, a ne, se recimo po eni strani vsi si želijo imeti neko socialno varnost, mirnost, mir in tako naprej, a ne. Je pa res, da veliko držav niti približno blizu ni temu prišlo, ne. Lahko rečeš, ker celotna Afrika, a ne, pa celotna Južna Amerika, a ne. Pa verjetno tudi velik del Azije, a ne. Tako da dansko samo Evropa pa Amerika sta še v bistvu najbolj take, ko imaš to tudi Amerika v nekih pogledih ni niti približno tako. Ja, v bistvu Amerika je bolj... Tam, če imaš denar, si lahko privoščiš vse, če nimaš denarja, si pa pač izpljunen, po domače rečeno. Sam pogled, koliko je po teh velikih velemestih teh revežev, brezdomcev, ko živijo pač na ulici, v šotorih, razno pa še to ne. Tako da, lihtko se mi zdi, da je Evropa še najbolj taka. In lihtle so pol socialna omrežja tista, da tebi to pokaže, ne? Ker ti folk daja gor in to ti pol lahko vse vidiš. Ne? 25 let nazaj ti je nekdo lahko povedal, ja, sem bil v Ameriki, pa sem videl, ne vem, brezdomce. Danes pa ti to vidiš, vse. Ne? Po eni strani, to je dobra in slaba stran socialnih omrežij, recimo, istočasno, ne? Ker po eni strani lahko vidiš stvari, ki jih prej nisi videl, ki ti lahko pomagajo pri razumevanju določenih stvari, po drugi strani pa spet lahko vidiš stvari, ki jih prej nisi videl in imaš občutek, da se ne vem, recimo, kot da so recimo zdaj, po socialnih omrežjih ta vojna, ki je recimo v Iranu ali pa dol, ki je bila v Izraelu oziroma pa v Ukrajini. Ne? In imamo občutek, da so vojne skozi povsod in da to je cela drama pa tako dalje, ampak dejansko, če sem prav razumel, nismo še bili v takem obdobju v zgodovini sveta, ki je bilo tako malo vojne. Ampak ker to gledaš na dnevni bazi, imaš občutek, da je tega ful več, kot pa takrat, ko nisi tega videl, ne? Ko nisi bil, ker niso do tebi prihajale novice, ne vsak dan, govorimo vsako uro ali pa ne v tem smislu. Tako da dobiš neko izkrivljen pogled na svet, se mi zdi lahko. Ja, in to socialno mreže dejansko najbolj tu pripomore k temu, ker dejansko dobiš instant, tako je. Tako. Revolucija It's Life, ne, to je v bistvu neka serija Homeland. Lahko je to dobra stran tega, lahko je pa slaba stran tega. Ne. Mislim, ja, odvisno koliko vzameš to kot neko ultimate resnico. Ne. Tako. Lahko hitro greš, ne vem, po neki spirali in misliš, da je vse v kurcu po domačem povedano. Ali pa vse... Dejansko pa ni. Zdaj sem recimo bral ene familije iz sovjetskih časov, oni so recimo, ko so bile čistke, ko je Stalin delal čistke v 30-ih, so šli nekam v Sibirijo, v 3 krasne, so zbežali, ne? In dejansko so tam v tej šumi, po domače povedano, živeli do leta 75 in sploh niso vedeli, da je bila ne druga svetovna vojna, v bistvu vse te, da se je šlo na Luno, to oni sploh nič od tega niso vedeli, ne? To je bilo totalno za njih kaj vi zdaj tle govorite. In takrat, v 70-ih so neka letala, v bistvu so letele, so slikala področja, da so gledali za rudnine in za te stvari. In so videli tam sredi tega gozda neko kolibo, ne? In so prišli pogledati, kdo je tam. Ne? In dejansko te so živeli, ne vem, 30 in toliko let, 40 let, dejansko totalno odrezani od vsega in sploh niso vedeli, kaj se dogaja. Ne? Oni sploh niso vedeli, da je bila vojna. Dejansko. Ne? Tako da ja, to je ono, kar si ti rekel. Ne? Ja. Če se ti odrežeš od vseh teh informacij, dejansko imaš feeling, da se tvoja realnost se ti spremeni, ne? Ja. Vse dejansko to se dogaja, ne? Zato, ker ti, ko greš iz nekih vsebin dol, ne? Se pravi isto, če že televizijo ugasneš, ne? Postaneš v bistvu nek svoj lasen babla, ne? Tistega svojega okrožja, s katerimi se družiš, ne? Isto, če daš socialno mrežo stran, ne? Dejansko postane svet čist drugačen, ne? Verjamem, da tudi v Sloveniji, kakšen, ki nima pojma, zdaj, kaj se dogaja na Bližnjem vzhodu, ne? In bo zdaj en dan bo šel na benzinsko, in pač videl, da je šla cena za 10 centov gor, in tam enega vprašam, kaj je zdaj to? No, ne bom povedal, kaj je, ampak... Se to je, potem se odrežeš od neke skupnosti in težko pol živiš v okviru te skupnosti, ne?
Zato recimo socialna mreža so pa tokrat razširjena, da nas nekako na nek način je tudi to del skupnosti ratov, ne? Da si nekako vključen. Ne? Hkrati po drugi strani pa če pogledaš, ko so te algoritmi, ki te pol pitajo z enimi in istimi vsebinami, pa dobiš spet izkrivljen pogled na vse skupaj glede teh vsebin. Recimo zdaj primer, recimo pri meni je ta AI, ne? Ker sem pač pogledal par videov na YouTube, pa ne vem, in me zdaj vse ta socialna mreža pitajo z enimi in istimi informacijami, da sem dobil občutek, zdaj pa to tako vsi uporabljajo in to je zdaj na polno razširjeno in da to je to, ne, v bistvu je pa to praktično šele začelo v narekovanju. Stopiš pa skozi vrata, pa noben nič ne ve. Ne? Ja, pa noben nič ne ve, ja, točno tako. Ja. Ampak imaš občutek, možgani ti to izkrivi pogled, da ti možgani nekako se na to prilagodijo in da imaš občutek, da to pa zdaj je neka normalnost, pa ni, ne, v smislu. Ne. Ja, se, ker dansko, če se hraniš z določenimi informacijami, ne, se običajno je zmerno tako, ne, da s tistimi, ko se družiš, s tistimi, ko komuniciraš, ne, to je tvoja realnost, to je tvoja tako, to okolica. Pomaga kreirati tvojo realnost. Tako, se pravi, v bistvu bi lahko rekli, da socialna omrežja v bistvu ustvarja eno ful veliko skupnost, pa ful veliko realnost. Mislim, ustvarjajo svet, ne, dejansko. Prej si bil vaščan, zdaj si pa svetovljan, zaradi tega, ker ne rabiš iti nikamor, vidiš vse. Ne. Tako, to je vratalo. Tako, ampak što se v tem, da se mi zdi, da naši možgani niso narejeni za to, da tako ogromno količino podatkov dobivajo konstantno. Ne. In da to zna biti zelo škodljivo. Sem recimo dajmo perspektivo, se pravi enega nekoga, ki je na socialnih omrežjih, ne, pa je svetovljan, ne, ali pa nekdo, ki ni na socialnih omrežjih, ampak je isto svetovljan, sem z letalom potuje. Ja, sej, mislim, razlika je samo v doživetju. Sej imaš dosti ljudi, ki ti rečejo, zdaj si bil dol v Aziji. Ja, tam sem videl, pa let nazaj jejo, ne vem, pse, mačke, veš, on v leta 70-60 ne bi mogel iti tam, da bi bil, da jejo dejansko Korejci pse, ne. Veš, kaj hočem reči? Zdaj on tebi razlaga, kot da je on že tam bil, ne. Veš, on je bil virtualno tam. Virtualno tam, dejansko, on je doživel, ne vem. Ali pa so prodali to informacijo, ki mogoče ni bila resnična, ne. Tudi to je, ne. Pač možno. Zdaj, odvisno, koliko bi rekel, koliko si pač dovzeten na te stvari, ampak tako. On je zdaj pogledal milijon posnetkov in on je zdaj ratov ekspert za Južno Korejo. Ne? Ja, tam je to. Ti še prej ne greš, ti folk govori, tam je to, veš, kot da je on bil tam že 10-krat. Veš. In to je v bistvu to, kar sem prej hotel povedati, da dejansko svet se ti je odprl. Ja, sem tudi pred socialnimi omrežji, pogledajte, koliko je recimo Američani, koliko je filmov narejenih, koliko je razširjena njihova filmska industrija in koliko ameriških filmov smo mi to pogledali in na osnovi tega smo se mi ustvarili neko sliko o sami Ameriki. Ne? Ja, in Amerika verjetno sploh ni taka, je čist drugačna, ampak mi smo si ustvarili neko sliko na osnovi tega, kar so nam oni želeli predstaviti, ne na osnovi tega, kakršna je v resnici. Ne? Nismo si ustvarili sliko glede na dejanske okoliščine, ampak samo na to, kar so nam oni postavili. Hollywood je nastal kot propaganda proti Sovjetski zvezi. Ne? Oni so, recimo, ko so snemali Rambota, pa te, oni so dejansko stendeli propagando. Ne? V bistvu mi imamo pa človeka, ki je ful močen, pa ne, je dober vojak. Tako da to se ve, recimo, za Rambota, da je bil propagandni material dejansko. Se je bil tudi, zadnj sem gledal isto short, ali kaj, story, se ne vem kaj več. Od Top Gunu, recimo, ko so ga delili, so to naredili tudi kot neko propagando, da se je več mladih je šlo tako pač za pilote v šolo, pa tako dalje. Mislim, se filmska industrija je programiranje. Ne. Mislim, če pogledaš filme, vse te stvari, ki jih mi doživljamo, to si v 90-ih gledal, tam so bili dobri filmi. In je bilo vse v teh filmih, vsi te problemi, ki jih mi danes imamo. Mislim, spet odvisno od filma do filma, ne? Če smo že, ko recimo knjige, ne? Recimo, ne? Veliko filmov je bilo posnetih po knjigah, ki so ti dali neko konkretno sporočilo in so si na osnovi njih lahko marsikaj naučil in to kasneje uporabljal v življenju, ampak so pa tudi filmi ali pa knjige, ki so propagandne narave in ki pač ti vsiljujejo neko svojo. Mislim, bolj mi je zanimivo, kako so te ljudje postavili neke smernice že 30-40 let nazaj, kaj bo, ne? Dejansko. Ne? Oni s filmi so dejansko spreminjali future, ne? Dejansko. Vsi, ki smo gledali te filme in so nam bili dobri, ne? Nekako vedno si želel, ne vem, kako bi bilo fajn, da bi bilo tako, ne? Mogoče tu ima to nek vpliv, konec koncu, da je to ratala neka realnost, ne? Ampak na dolgi rok. Ne? Mislim, da moj pogled je čisto tak, da danes kot tebe, mislim, ti začneš neka pričakovanja gojiti, ne? Ja. Do neke realnosti, ne vem.
Rambo, a ne, je pač nekdo hotel biti vojak, tam, ne vem, recimo Space Jam, recimo en je hotel biti košarkar, ne, pa tako naprej, ne, se pravi, so v bistvu vse je bil v bistvu del neke družbenega sloja ali pa neke družbene usmeritve, kako naj bi človek se obnašal ali pa vedel ali pa tako naprej, ne. Meni je v bistvu bolj zanimivo, ne, kako se ti shifti dogajajo, ne, in Matrica, recimo, eden izmed filmov, ne, je dejansko dal pa kontra, ne, se pravi, je dal v bistvu veliko bolj futuristični del, ne, pa kako je v bistvu vse nek sistem, pa model, ne, to tako, da bi dejansko šel sam sebe, kako bi rekel, razčleniti pa razložiti, kako mi delujemo, ne, ker dejansko Matrica sama po sebi, ne, je eden izmed, nekateri pravijo, da je to celo dokumentarca, ne, da ni, ne. Ampak zanimivo je, zakaj se recimo je začel ta narativ pojavljati, ne? Se pravi, da živimo v neki simulaciji. Ne? Ne vem, če si vedel, Matrica je ful temelji tudi na Svetem pismu oziroma na krščanstvu. V bistvu je Nebuchadnezzar je v bistvu bil Nebuchadnezzar drugi je bil babilonski kralj, poglavar neki, ki je v bistvu Hebrejce napadel pa zaslužno. Hebrejci so v bistvu pa zdajšnji Izraelci. Ja, pa ne sam to, ne. Ne sam to, ne. Neo, ki je glavni lik, predstavlja Jezusa in pomeni the one, ker Neo je pač, kako se temu reče, anagram, ne anagram, premetanka, je the one, ne. In on predstavlja rešitelja dejansko. V tem smislu. In ful je še enih takih stvari not, ki sem tega pregledal. Ja, to so v bistvu pač sublimativna sporočila, ne, ki so odzadji dana. Ne. Ampak v bistvu ideja sama, ne, je pa v bistvu sistem odzadji, ne, kako sistem deluje, ne, pa kako ti deluješ kot človek v sistemu znotraj, ne, in kako si ga lahko prilagajaš. Ne, in zanimivo je to, ne, kako prej so kazali eno sliko, ne. Zdaj pa ta vsebina ni več toliko aktualna, ne, tako da bi rekel, ne, Superman 10. del, ne, a veš, ali pa Batman, pa ne vem, ne, pa te stvari, ne. Ampak so v bistvu zdaj ozadje je recimo bolj zanimivo, ne. Kako ozadje funkcionira, ne tisto, kaj ti želijo prodati. Ne. Ja, ne, iz tega vse izhaja. No. To so isti ljudje ozadaj, ki tudi danes ta marketing furajo. Pa socialno mreže dejansko. Directives, ne, dejansko. Ja. Architects. On je režisir, delo je režijo pač tvojega vsakdana, ne. Ti si igralec. V bistvu najboljši del Matrice je bil ta zadnji del, ko pride on do onega arhitekta. Ja, ne, mislim. Tam doživiš tisto, moment, ti si tisti. Ja, pa ne, v bistvu zelo dobro tudi razloži, ne, kako človek deluje, ne, v kakih sferah, ne, pa koliko različnih barvitosti ima, ne, v sebi. In da dejansko na koncu ne moreš drugače zapeljati celotne zgodbe pa celotnega sistema, ko pa tako, da dejansko ga kontroliraš. Ne? In ga vodiš skozi nek proces, ne? Pa nadgrajuješ, pa spreminjaš. Ne? Ja, neke vrste red. Ja. Ja. To je v glavnem poanta, se mi zdi tudi naše družbe. Pa to. Zato, da mi trije lahko funkcioniramo, ko imamo različne poglede, različne, ne vem, karkoli na svet, moramo imeti nek sistem, ne? Skupna pravila, po katerih se ravnamo, zato da preživimo in da se lahko razmnožujemo in da lahko vse skupaj raste, če me razumeš. Ker če ne bi bilo teh pravil, bi se med sabo pobili zaradi malenkosti. Ja. In to je destruktivno za družbo. Ne? Mora biti konstruktivno, ampak pač moraš imeti neka pravila, če hočeš sobivati in uspevati skupaj. Ampak ne, če prijemo do te točke, ne, kdo je pa arhitekt teh pravil, ne? Pa na kak način oni razmišljajo? Bi mogli biti vsi mi, to je stvar demokracije. To je poanta demokracije, ne? Miš, da je? Ja. A veš? Miš, da je demokracija, če ti recimo skozi sublimativna sporočila dajo, ne? Skozi socialno mreže. Mi pristajamo na te stvari. In potem avtomatično to vzameš, ne? Zaradi tega, ker ti je bilo to toliko ponojeno, da je to tvoja realnost. Tako da bi rekel, ne vem, recimo, en primer je bil, ne, ful let nazaj, paradižnik, ne, da je recimo ful zdrav, da to ima toliko nekih zdravilnih sestavin notri, ne vem kaj še vse, ne. 3 leta kasneje pride druga raziskava, paradižnik povzroča rakave celice, ne. Se pravi, diametralno, ne, veš, ne, v teh sferah se pogovarjamo. Oni so ti hoteli samo povedati, da zdaj poje pol paradižnika. Ja, ne. Ampak, ne celega. Ja. Mislim, ja, ne. Govorimo o teh sferah, ne, ki so si diametralne, ne, in pol na koncu je vprašanje, čemu je namen, ne. Tako. Ja.
Ne? Veš, če bi recimo mi danes namen razumeli, zakaj se recimo dol na Bližnjem vzhodu vse to dogaja, ne? Bi veliko lažje razumeli, kam gremo. Tako pa recimo so doskrat taka neka dejanja, pa neka sporočila, ki so skrita, večini ljudem, se samo neka dejanja, ki se dogajajo, rezultat bomo videli pa šele čez 10 let. Ja, mislim, vedno bojo take situacije, naša moč je v tem, kako se bomo odzivali na te situacije. Recimo, če damo to v kontekst socialnih omrežij, glede na to, da imamo danes tako tematiko, marsikatera bedarija se zgodi na socialnem omrežju, je pa na nas, kako se bomo na te bedarije odzvali. V končni fazi imaš še vedno to svobodo, da rečeš hvala lepa in skenslaš Facebook in ga pač nimaš na telefonu in je to. In tukaj je naša moč. In sistem bo vedno nek in ti se pač lahko na nek način izbereš, kako boš. Pač če ti ne paše, cestno-prometna pravila, pač se furaš z avtobusom in je to, pa z vlakom in je to. Razumeš, a pa z biciklom si že vključil. Vedno imaš možnost. Imaš pa možnost, ne? Imaš možnost odziva, ne? Vedno težko je reči, težko je reči. Najlažja stvar je pokazati na nekoga, ta je krivec, pa ta je krivec, pa ta je krivec. Ne? To je najlažja stvar, kar je. Ne? Tukaj jaz nisem odgovoren zase, ampak je ima moč nad mano, ima odgovornost. Ne? Se mu jaz predal svojo odgovornost. Je veliko težje reči, ok, to se je zgodilo, jaz bom pa prevzel odgovornost zase in se bom odzval tako pa tako, ne? Na tak in tak način. V tem smislu. Pri socialnih omrežjih je točno to. Pač na nek način si rečeš, ok, ful je enih bedari gor, ful je enih, ne vem, pa tudi to, da te zasvojijo na nek način in si lahko rečeš, ok, cool, zdaj se bom postavil in ne bom več tega delal, ali pa si bom dal toliko in toliko časa na dan, ne bom več kot toliko scrollu, ali pa bom šel na Šmarno goro in ta cajt ne bom uporabljal telefona, recimo, ali pa ni na Šmarno goro, na sprehod, ali pa nekaj v tem smislu. Sem s kolegi usedel, tako bomo naredili nek podcast in ta cajt ne bomo na internetu, recimo. V tem smislu, ne. Tukaj je naša moč, da se lahko mi izbiramo, kako se bomo odzivali na določeno situacijo. Ja, mislim, ja. Je res, da to v bistvu za sabo potegne tudi druge smeri, pa nekaj na čemu se moraš odpovedati. Zdaj, če živiš v nekem digitalnem svetu, se mi zdi, da se zelo težko daš določene stvari stran. Računalnika danes recimo ne moreš dati več stran. Sploh, mislim, nekdo, ki je saj malo digitalno usmerjen, enostavno nič več ne moreš narediti. Še tisto, ko je bizar ali pa kaj tazga, mora enostavno imeti telefon pa mail, kar pomeni, da je že tu noter opet. Da sam bolj te noter vabi, ne bolj ven. Bolj te želi noter imeti, ko pa odzune. Tukaj sem recimo primer slišal, recimo osnovnošolci, zakaj so toliko na teh telefonih po socialnih omrežjih pa tako, da jim je ful problem, da če niso gor, so izključeni nekako kot da bi bili izključeni iz svoje družbe, ne, iz svojih vrstnikov, z tega, ker se ful stvari dozgodi tam in pol, ko prišel v razred, ne veš, kaj se je zgodilo, si dejansko izven tega. Ne. To je nek podaljšek realnosti. Tako, ja, na nek način. Ne. V bistvu ne zgledajo več toliko socialna, ne, podaljšujejo pa, ko bi rekel, ta naš vsakdan v neko novo dimenzijo, da se tam stvari, kot si ti rekel, zgodijo. Ne. In če se tam niso zgodile ali pa nisi bil del teh stvari, pač, si izključen. Ja. Tako. Ne. Ker to je lihuno, kar sem prej hotel reči. Na socialnem omrežju težko spoznaš ljudi, je pa res, da v nekih pa že poznaš, imaš nek, ko bi rekel, podaljšan, je to neka podaljšana roka, s katero ti operiraš v bistvu v svojem realnem življenju. Tako da to je zanimivo, vsaj iz mojega stališča. Zdaj, ali so to še socialna omrežja? Ne? To je zdaj samo vprašanje. Socialna, ne. Ali bi to mogli malo preimenovati? Kako bi pa preimenovali? Ne vem. Zdaj, dosti se godi družbena že, ne? Niso več toliko socialna. Ja. Prav družba, mislim. Je pa se so, ne? Ali je to še vedno socialno oziroma družbeno omrežje? Ne? Ali je to dejansko samo še ena dodatna soba v tvoji hiši, ne? V katero se umakneš preko telefona? Ne? Dejansko. Ni, ko bi rekel, ni več prostor, v katerem boš spoznaval ljudi, ampak je dejansko prostor, v katerega boš šel z unimi, ki jih že poznaš. Ne? In boš pač bil tam v neki višji dimenziji, no, tako rekel. Ne tako kot zdaj mi tle, ampak pač preko telefona. To je. Zato se sprašujem, če je to še socialno omrežje.
kot tako. Če je to sploh primerno ime za 20. No, mislim, socialno mreže je, če smo gor mi, pa še 10 takih frendov, Veš, s katerimi imaš v bistvu podobne poglede, pa si šeraš neke informacije. Ne? Iz tega stališča če gremo gledati malo drugače, pa ne, dejansko je to še ena tvoja privatna soba, v katero nima nobeno stop, razen onih, ki jih povabiš. S tem, da je tvoja soba je iluzija, ker to ni nobena tvoja soba, to je prostor nekega podjetja, ki te drži in ti daje občutek, da je to tvoja soba, v bistvu sploh ni. V bistvu je soba z steklenimi zidovi. Ja, to ni to ni družbeno, to ni neki, kako se rekel, demokratično, ampak to ima eno podjetje, ki ti to daje pač nekako iluzijo, da je to družbeno in da je to demokratično in da tukaj se vsi dobivamo in tukaj se imamo vsi fajn, dejansko pa oni to porabljajo kot orodje zato, da tržijo, da denar pač služijo na nek način. Kako nisem služil, tudi v bistvu, kako se bo družba obnašala. Tudi v bistvu na podlagi nekih mnenj, tudi tako, da bi zelo dali recimo spet tako. Ne pridi prava upoštevne. Veš, se pravi, on je izrazil neko mnenje, ali pa neke problematike izpostavil. In zdaj te problematike so za določen sloj ljudi lahko fejst problematične, spreminjajo razumevanje pa narativo družbe. In zdaj je samo vprašanje, ali ga bomo obdržali, ali ga bomo izkoristili, ali ga bomo preobrnili, ali bomo drugače z njemu komunicirali, ali ga bomo pa omejili. In na koncu v bistvu, če imaš neko socialno mreže, pa imaš kar 10,000 followerjev, v bistvu niti niso tvoji fellow followerji. Zdaj, ker jih lahko avtomatično takoj zgubiš. To niso tvoji prijatelji dejansko. To so... zato zakaj je pol še vedno socialno omrežje? To meni ni pač ta pojem, ni več jasno. V bistvu na začetku je bil socialno mrežje, tako se je prodal, ker je bil. Na začetku si se v bistvu ti socializiral, si se prehajal gor, spoznal nove ljudi pa tako naprej. To je bil cilj. Še zmerom je danes tako, ampak če greš pa danes na socialno mrežje, je pa v bistvu bolj vidiš več reklam, pa nekih sugestij, pa kako bi ti mogel razmišljati, pa da bi dejansko ti spremljal svoje frende, kaj so oni objavili, pa kaj so komentirali. Sej, vsaka ta tretja objava je od enega tvojega frenda, samo vmes je pa ena sugestija, eno tisto, kar bi te mogli zanimati, pa ena reklama, pa še kaj. In potem v bistvu ti, ko scrollaš, greš skozi ta nek dopomin, ki so moje frendi, tule je moj frend, tale je tole nekaj napisal, pa vmes so reklame, pa neke sugestije, pa neke narative, pa spet. To je podobno, kot da recimo se mi trije tukaj pogovarjamo in na vsakih par minut stopi en not, pa nam nekaj hoče prodati, pa gre ven, pa prije drug, ker sta pač dve reklami ena za drugo, pa nam nekaj hoče prodati, pa gre ven, pa se pa mi naprej pogovarjamo, pa spet stopi nekdo not, pa nam spet hoče nekaj sugestirati, pa tako. To je doma starši, ko so ti rekli, da moraš pospraviti sobo, ko si se družil, pa so prišli, da je naredi to, Tisto je bilo vsaj nekako produktivno in razumeš. Ampak v nepravem času. Za nas že. Mama je že vedela. Za nas že, ampak tisto je bilo pač moglo biti narejeno, v tem kontekstu pa. Mama je vedela, kdaj mora EPP spustiti. Da dobi svoje, še mislim. To je mene, ker sem gledal film, pa sem padel na to film, pa pride pa tako, Marino, pa te nekaj gledal. Najboljša taktika je bila vedno, ko te je nekdo poklical in ko si se javil in se ni noben javil nazaj. Ja. To je bilo vedno fulja vladoda taktika, zato ker vedno si pol šel tam, že zaradi same jezen. Kaj me kličeš, Ja. Recimo, to je bilo vedno, ko si rabi jest. Najbolj lopovska. Pridi jest. Ali pa te pokliče po imenu in pol tišina naprej, ti. Ja, se dedeš nazaj, veš, da noben odgovarja več, pol si šel od jeza, kaj zede, kosilo je, Če bi ti nekdo rekel, ne vem, ideja že na mizi, bo se ohladilo, itak nikoli nisi si gledal naprej in si rekel, demo, je v pol, kaj me briga, Tako da to je bilo, interrupt. Zato so vsi stari prijemi, Ja, mislim, ljudje padejo vedno na iste fore, Nič novega se ni izumilo, samo orodja so druga, da ti to zapakiralo se, zapakiralo. V bistvu, če so bolj družbena omrežja ali pa če so bolj socialna, zame so bolj omrežja tekmovalnosti zadnje cajt. Ker ljudje pokažejo, kaj imajo, kaj so njihovi, ko bi rekel, neke želje in pol drugi
vidijo, da tega nimajo, ne, pa mogoče se hočejo nekaj dodatno bolj pokazati, ne, pa pol dajo take in drugačne slike gor. Tako da dosti je tudi neke tekmovalnosti. Ne. Nekdo da dopust, pol vsi oni, lega, ta je šel na dopust, ne. Jaz ne morem, ne rabi delati, jaz bi pa tudi šel na dopust. Ne. Jaz se mi zdi, da dosti krat ljudje tam pokažejo nekaj, kar mogoče prej niso toliko kazali, zato ker niti niso mogli, ne. Pa niti ni bilo okolja takega, da bi kogarkoli to zanimalo. Ne. Zanimalo je mogoče, ne vem, tam neke bratrance in to, ko si ga poklical, zdaj si rekel, sem bil tam in on je rekel, kako je bilo. Ne. Zdaj pa se mi zdi, da ljudje iščejo ful neko potrditev, da če so nekaj naredili, ne, da dejansko so neki vredni. Ne. Ja, lahko greš to z tega zornega kota, lahko pa greš tudi z drugega zornega kota. Recimo, predstavljaj si ti, ko v življenju nekaj narediš, nekam greš, nekaj doživiš nek uspeh in se v nekem določenem trenutku počutiš ful dobro, recimo, ne vem, nekaj dosežeš doma, nekaj delaš en mesec in pol nekaj dosežeš in se počutiš ful dobro in kaj bi rad naredil? Delil to z ljudmi, z določenimi, ne? Ja, pač, okay. Ali pa, ne vem, prideš nekam, ne vem, greš na neko potovanje in prideš nekam in se tam ful dobro, pa jaz recimo, ko grem, ne vem, na Nanos ali pa nekaj, se ne posnamem vsakeč, ampak to pa tam malo posnamem, pa, ker se ful dobro počutim tam in bi to rad zdaj delil s svetom. Ne? In se mi zdi, da to lahko pogledaš tudi iz tega konteksta. Niso vsi te, ki bi se samo hvalili, kam sem šel, ampak jaz se tukaj ful dobro počutim in to bi rad delil z vami. Ker imam feeling. In se mi zdi, da je bolj problem v očeh opazovalcev, mogoče za tega neke fušerije ali nečesa, ali ta se pa hvali. Ker je bil tam. V bistvu pa mogoče se noče hvaliti, ampak hoče samo deliti z drugimi, jaz se ful dobro počutim. On hoče povedati, dej, tudi ti zmodeš. Mogoče tudi, ja, ampak stvar je pol konteksta. 10 flašk Gregusa na mizi. Ja, stvar je, kako ti to interpretiraš. Mislim, ja, itak, ne. Ampak se mi zdi, da vseeno dosti krat ljudje slikajo stvari, ki so. Ne, ti imaš nek frame slike, ne, ko pa pogledaš levo, desno, ugotoviš, da je totalno brezvezane, da je to nek v bistvu zelo omejen kontekst, ki ga ti vidiš. Ne. Dejansko ljudje, ki so pa bili tam in je bilo dolg čas, so hoteli iti domov, karkoli. Ja, vseeno so nekaj objavili zato, da zgleda, kot da je bilo fajn. Ne. Ja, hočejo to predstaviti na drugačen način, kot je v resnici bilo. Ja. Tako je, ja. Se mi zdi, da tega je ful. Ne. Ker jaz vem, kako je, kadar ti greš bilo kam in kako doživljaš. Dosti krat je brez veze, veš, kaj ti hočem reči. Ni zdaj, da ti si skozi, lej to, kako je to fajn. Ne. Tebi je fajn parkrat v dnevu, vidiš nekaj zanimivega in ne. Vmes pa dosti krat se mi zdi, da vseeno nekaj objaviš, kar mogoče ni bilo toliko zanimivo, pa v tistem omejenem kontekstu izpade, da pa je to zdaj top. Ne. Se pravi, če potegnemo črto, ne? Če potegnemo črto, da če ti je full fajn, pozabi slikati. Ne? Ja. Ponovadi, ja. Ne? Če ti je full fajn, pozabi slikati. Ne? Ker si padel noter v moment, če ti pa ni tako fajn, ne? Pa iščeš. Ne? Mogoče. Ne? Tako da bi šel na party, ne? Greš na party ali pa na zabavo ali pa nekam. Ne? Zdaj, če grejo sami tipi, ne? Iščejo punce. Ne? Ja. Če so pa kakšne punce zraven, pa jih ne iščeš. Velikrat sem videl, sem opazil tudi, da ljudje objavljajo stvari, ker pač drugi objavljajo iste stvari in pač, ker to se pač tako počne. Razumeš? Ko grem ven na koncert, pa na nek žur, vsi to objavljajo in bom jaz tudi posnel in bom objavil. Razumeš? Ker pač to drugi počnejo in bom jaz tudi to naredil, da bom izpadel del tega. Ne, v tem smislu. Mislim, se dejansko nimaš kaj drugega početi kot to. Ne? Če nič ne objaviš, je brez veze, da si tam. Ne? Ja, ni glih tako, ne. Mislim, razumeš. Če nimaš nobene slike, veš kaj hočem reči, je to brezvezen profil, ki nima nobenega. Ampak dejansko imaš pomena, pametnejšo stvar, lahko si tam prezenten in uživaš v tistem trenutku, ne pa da se ukvarjaš. Ne, govorim pol na drugi strani. Ja, na drugi strani. Veš, če nimaš nič na profilu, kakšen je to profil? Ne? Ja, to pa res. Pač, pol je vprašanje, kjer je bolj srečen, tisto, ko nič ne objavlja ali tisto, ko ful bo objavlja. Ja, odvisno, oni, ki nič ne objavlja, kakšen lahko ne gre nikamor. Ne? Pa nima kje objaviti. Vprašanje, zakaj objavljaš, ne? Ja, vprašanje je to, zakaj objavljaš. Zakaj objavljaš? Ne? Pa zakaj ne objavljaš? To je vprašanje, ne? A veš, kaj ti tudi imaš lahko zavestno odločitev, ne? A veš, da recimo, ne vem, privatne stvari, ne, so čisto tvoje osebne stvari. Tako. A veš, in ogromno profilov je, ne vem, recimo, ko so čisto profesionalni, ne, in se tam objavlja samo tisto, kar on počne kot posel, a ne, in je v bistvu dobesedno pol marketing profil. Ne. Meni je bolj zanimivo, kako na začetku ljudje, ko so prvič prišli na ta omrežja, kako so objavljali v bistvu vse. Ne vem, se je zbudil zjutraj, on se je slikal, kao,
Evo, zdaj sem se zbudil. Veš, te fore so bile. Zdaj se mi zdi, da tega ni več, da so vsi pogruntali, kako Mogoče in so kaj. ti starejši. Mogoče še vedno. Ja. Ti starejši so bolj tako. Ampak takrat, ne vem, ko je prišel Facebook, to se je folk slikaril, to da ni šel, ko je šel srat, da se je slikal. Kakšen se je verjetno tudi to. Ne? Ampak vedno je bilo, danes kuham, danes peljem psa, danes sem ustal. Ne? Vedno je bilo vse, v celem dnevu je bilo 500 objav. Veš, je človek na koncu meseca imel 3000 objav samo od prvega meseca. Ja, sej. Pa je šlo počasi dol, ker je pogrunto, da to ni to, ne? Da dejansko moraš ti dati nekaj, kar ima malo več neke dodane vrednosti. Ne? Da Ja. ni, Odvisno, zakaj si to počel. Ne? Če si hotel samo sledilce, si to počel. Ker recimo tudi po mojem niso Big niti- Brother iz tega konteksta je bil ful popularen, glede zaradi tega, ker smo ljudje taki, mal nas ful zanima, kaj se dogaja. Se mi zdi, da narod sploh ni vedel, kako uporabljati te stvari, ne? Ja. Pa so kar neki. Ne? Mogoče. Dejansko so streljali v prazno in potem so dobili nek feedback, kakšen je tudi rekel, dej, umiri se, ne? Objavljaš neumnosti. Ne? In potem dosti je bilo takih, ki so ful objavljali, pa pol, recimo po parih letih pa naredijo, ne vem, eno objavo na par mesecev, ni več nič. Ne? Je ono, ne vem, pink. Vidiš, da je človek še živ, recimo. Ne? Ja, v bistvu, ja. Ne? Tako da to je recimo tudi en tak zanimiv primer evolucije človeka oziroma prilagoditev na te sisteme. Ne? Ker v bistvu vsak ima neko svoj razlog, zakaj ne. Ja. Jaz verjamem, da dosti tistih, ki tudi nič več ne objavlja, ne, dejansko nima več kaj objaviti. Veš, se mu zdi vse. Jaz pa mislim, da nima potrebe. Jaz pa mislim, da nima potrebe. To doživi človek, ki dosti doživi. Ne. To mislim, ja. Toliko doživi, da dejansko vse, kar doživlja, se mu zdi vsak dan navaden, vsak dan, kot da zjutraj, ko ti ostaneš, zdaj ne vem, ali kaj narediti, ali karkoli, zdaj se ne slikaš lih, zdaj danes grem pa na delo, danes to, zato ker ti je to toliko neka osnovna stvar, da enostavno ne razmišljaš o tem, da bi to mogel nekomu zdaj pokazati. Po mojem tudi ljudje, ki ful doživijo, pol ne objavljajo več toliko, zato ker pač ugotovijo, da so to neka doživetja, ki so jih že dali skozi in po mojem nimajo več v sebi tega, da bi to doživeli kot neki ful zanimive, ampak je že to neka rutina. On, če hodi skozi neka potovanja, pač je to rutina, veš kaj hočem reči. Ja. Nima potrebe več deliti, ker je že v bistvu tako vsebino delil. Ne? Sam spet je stvar osebne definicije, kaj je zate doživetje. Veš, tebi ni treba iti poskus potovati po tujini, da doživljaš nekaj. Ti lahko hodiš po lokalnih hribih, pa doživljaš. Veš, kaj ti hočeš? Lahko greš na isti hrib vsak dan, pa doživljaš. Veš, kaj ti hočeš? To je ful stvar definicije posameznika. Ne? Kaj je doživetje, kaj ni doživetje. Nekaterim se to ne zdi doživetje, da grejo na nek lokalni hrib, ampak je njim doživetje, če gremo v tujino potovati. In zdaj, da to, da nekaj doživim v življenju, moram iti parkrat na leto nekam potovati, da bo lahko rečem, da sem pol doživel nekaj v življenju. Ne? Jaz mislim, da je tudi ful veliko odvisno od tega cilja. Ne? Eden recimo pač objavlja neke fotografije, ne vem, rečemo športnik ali pa karkoli, ne? Se pravi z nekim ciljem ali nekim namenom dejansko pol objavlja. Zakaj bi recimo nekdo objavljal, ne vem, non-stop recimo neke recimo pohode po hribih, veš, pa tek, pa šport, pa tako naprej. Ne? Se pravi, pa je že v bistvu neko bildanje influencerstva. Ne? Ja. Ne. Dejansko je. V zadju je vedno nekaj zakaj. Ne? Jaz mislim, da noben noče biti glih na začetku influencer, ne? Ampak pač rataš skozi proces tega, ker imaš toliko in toliko sledilcev in potem se zgledujejo po tebi in pač si jim na nek način všeč in si želijo početi take stvari. Takrat rataš influencer, ampak noben si ne reče, jaz bom pa zdaj influencer že na začetku. To rataš skozi proces. Mislim, mogoče kasneje, ko se je to razvila beseda influencerstva, ampak na začetku si ni noben mislil, jaz bom pa zdaj nekaj tukaj vplivnež, jaz bom pa zdaj vplival na ljudi. Ne, pač jaz bom počel stvari, pa se bom objavljal in bom dobil pač ljudi, ki se ogledujejo moje vsebine. Ne? Kasneje pol rataš vplivnež. Sej, 20-30 let nazaj, če si bil vplivenc, je folk rekel, ta je pa moj idol. Ne? Dejansko si bil isto influencer, samo orodje je bilo drugačno. Si pač nekaj naredil in so to videli drugi in so rekli, zdaj pa bi jaz rad bil on. Ne. Tako. In si bil idol. Tako, idol je influencer. Tako, igravci, glasbeniki, zvezde. Pa tudi kakšni lokalci. Tudi lokalci, kakšni je rekel, ta je pa car, ne, on je moj idol. Ne. Tako, Janez Janša in tako. Ja.
Ja, tudi za nekoga. Brez njega mi živeti ni. Ja, tudi na nek način influencer. Ja, se je, kaj, se so vsi ratali influencer. So v bistvu, to je zanimivo, da dejansko so danes iz različnih področji. Recimo športniki so v bistvu največji promotori države, recimo, potem podjetniki isto. Se pravi, pomaš recimo iz posameznih segmentov. Tako kar opažam, tudi eno tako narativo, da vse gre vedno bolj na osebno raven. Se pravi, vsak v bistvu ne promovira več samo tistega posla ali pa recimo tistega športa ali pa karkoli že je. Se pravi, ne promovira samo tega, ampak dejansko promovira svojo osebnost ali pa svoje osebno privatno življenje in s tem builda sebe kot brand ali pa kot neko persono. In s tem v bistvu pol postaja vedno bližje ljudem in tako naprej. In zdaj recimo socialna omrežja so to omogočala preko besede ali slike, ali pa nekega videa, šorta, karkoli. Podcast je tudi neke vrste, spoznavni kanal, se pravi, ti nekoga spoznaš, kakšen je, kdo je, kaj počne. In iz tega v bistvu potem si ti začneš ustvarjati neko mnenje ali pa se približaš nekomu, ker drugače se ne moreš. In to je samo scaling na... V politiki se mi zdi, da je to full rato. Politika je najbolj. Zdaj vidiš, da so vsi te politiki se pač pojavljajo v vseh možnih podcastih in se pač preko tega kanala tudi izpostavljajo. Jaz tako ljudem je pomembno to, da te spoznajo kot osebo, ne samo tvojo zunanjost, pač kar si predstavljaš ti, ampak da te dejansko spoznajo, da gre v globino in da vidijo, imaš ti podobne vrednote, kot imam jaz, ali to sam govoriš v nekih reklamnih spotih. Drugače smo pa vsi na nek način influencerji. Jaz vplivam na vaju dva in vidva vplivata name v naši interakciji. Karkoli počnemo, en na drugega vplivamo. Tako da to ni nič narobe z vplivanjem. Mislim, da se to vsak friendship naredi. Ja, ali pa tudi ne friendship. Že to, da te nekdo zunaj napizdi na ulici, vpliva na te na nek način. Veš, pa nista friend, veš, ampak hoče reči. Pač na nek način vpliva, razumeš? Pač, ker je nek dogodek, na katerega se ti pol na nek način odzivaš. To je stvar tega. Je pa res, da pač jaz, ko gledam te vplivneže na socialnih omrežjih, vedno jih jemljem na nek način, tudi taki, ki imajo podobne vrednote, ko jaz jih jemljem malo, ne kot zdaj to je pa meni idol, ampak veš, super, daš mi neke informacije, ki mi koristijo, imamo podobne vrednote, je super, ampak jih še vseeno jemljem z malo, ne bom rekel skepticizma, ampak okay, ni nujno, da vse, kar boš rekel, da bo zdaj absolutna resnica, v tem smislu, imaš pa veliko takih, ki pač moje vrednote niso skladne z njihovimi, kar govorijo in hvala lepa, to mi ne zanima. In kakšenkrat se zgodi tudi kak tak, recimo primer reče eno stvar, ki recimo jo začutim, a pa je resnična, ampak to ne pomeni, da vsako stvar, ki boš rekel, da bo resnična. Recimo ta ne pridi prav, recimo, da je naredil kdaj v svojem lifeu, jaz ga niti ne sledim. Da je naredil kdaj kaj v svojem lifeu, ko so ljudje začutili in so rekli, prav imaš, tako to naredi, ampak zdaj ni pa nujno, da vsako stvar, ki boš naredil, da boš imel prav, a ne v tem smislu. Tako da jih moramo imati z malo skepticizma, z malo čakaj, to je v redu, to ni v redu, v tem smislu. Tako da... Mislim, meni je bilo zanimivo, ko je imel zdaj podcast z tem nekim Janom, ne pridi prav. Aha. Nek podcast je bil, mi je bilo v bistvu zanimivo, na kak način so oni v bistvu prišli do takega vpliva na Instagramu pa toliko followerjev. Oni so v bistvu z tem, če sem to zdaj prav razumel, s tem, ko so oni, ne vem, te pizdarije delali po Ljubljani, pa avtobus, pa Harvey Norman. Z Pedoton, kaj ni? Ne vem. Martič, ali kaj je že? Ne vem. On ima tudi troll gang, ali kaj je že? Ne vem, nisem tukaj spremljal, ampak mi je bilo v bistvu zanimivo. Ja, ampak mi je bilo zanimivo, da je dejansko sam rekel, da so opazili, da dejansko se ljudje odzivajo na to, da želijo neke take vsebine, ki so ekstravagantne in tako naprej. In jim je vedno več ljudi sledili zaradi tega, kljub temu, da so te pizdarije delali. Ampak oni so na podlagi tega buildali ta vpliv, ampak na neki točki so prišli do take močne številke, da so dejansko mogli shift narediti, pa iti v pravo smer. Ne več v pizdarije, ampak v bolj rečemo poštene, ali pa recimo bolj pravične teme. Ja, vprašanje je, koliko si ti dejansko pravičen, če si nepravične stvari uporabljal, da si prišel do tega, da si polkal pravičen. A veš, kaj ti hočem reči? Ja. To veliko pove o tebi, o tvojih vrednotah, o tem. Če so vrednote, so vrednote all the way. Ne samo, zdaj vam bom jaz pokazal svoje dobre vrednote na osnovi slabih stvari, ki sem jih delal. To se mi ne zdi glih cool. Oni so sledili po moje denarju,
v bistvu vplivu. Ne? Ja, Ker se danes monetizacijo sproti dela. Ja, ampak je to v redu v končni fazi, če tako pogledaš? Recimo zdaj, ko prihaja ta AI doba, ne? A je vredo, da si naredi aplikacija, da si bojo ljudje za 50 € kupili AI punco ali pa AI fanta, ne? No ja, ki bo dejansko narativo obrnili kontra. Tako. Sem to zdaj upravičuješ to dejanje z drugo situacijo. Vem, ampak je isto narativa, ne? Se pravi, počneš nekaj, ne? Kar bo dejansko družbo spremenil, ne? Ali pa na družbo rečemo negativno vplivalo, v obeh primerih. Ne? Ampak jaz mislim, da je to izključno samo poslovni modeli, ki dejansko lahko uporabijo na koncu neko monetizacijo za neke, ker socialno mreže samo po sebi so z temi live prenosi pa z reeli pa vsemi temi možnostmi, dale možnost zaslužka na različne načine. Ne, od promoviranja, gamblingov do česarkoli že. To si mi po domače rekel, da tvoj avto zmore hitrost do 240 km/h, omejitev 130 in ti imaš vso pravico iti 240 km/h. Ja, ampak cel sistem tako deluje. In pol pridigat folku, držite se omejitev. Ja. Zakaj delamo avto, ko grejo 240, če se lahko maksimalno 130 peleš? Ja, ampak veš, kaj ti hočem reči? Da izbira pol tvoja kot šoferja v narekovajih, kako se boš ti obnašal, kaj boš rekel, kjer so tvoje vrednote. In pač reči ljudem, lejte, dajmo se držati omejitev in ne bom zdaj vozil 240 zato, da popozorim najprej nas, zato da vam lahko pol pridigam, kako se dajmo držati 130 omejitev, ampak bom se že od začetka držal 130 omejitev in bom govoril, ker je tako prav, ker pač, v tem smislu. Ja, se čisto res, ne. Je pa res, da recimo algoritmi pa nagrajujejo ekstreme. No, to pa da smo pa tam, da smo pa tam. In oni so izkoristili točno to. Se pravi, oni so izkoristili algoritme, ki so spodbujali. Tako. In to so dvojna merila. Ja. Na nek način. Ja. Jaz lahko to naredim zato, da sem prišel do te točke, da vam govorim, da to ne delati. V tem smislu. To ni cool. Ja. Mislim, se tudi recimo samo doma, tako je bil v bistvu v Venezueli ali kje. Ko je bil zaprt, zaradi tistega transporta kokaina, ko je zdaj v bistvu ko je zdaj napisal knjigo, je dejansko isto, podobna zgodba. Isto je v bistvu šel sebe reševati, oziroma na nek način je želel dober, za svojo družino ali pa kakorkoli se zapletel v neke zgodbe, zdaj pa ima možnost to popraviti. Ja, vse to. In recimo jaz mogoče niti, ne bom rekel, da ne obsojam, ali pa ne bom rekel, da podpiram, ali pa kakorkoli, ampak je pa res, da vsak človek na neki poti, zaradi tega, ker mogoče ni bil pravilno informiran ali pa izkoristil priložnost ali pa karkoli. Se je ogromno recimo nekih podjetij ali pa podjetnikov ali pa nekih person, je zaradi ilegalnega denarja, pa tudi zaradi drog, pa še zaradi marsičesa, prišel do nekega premoženja, ko ima pa danes neko legitimno podjetje lahko. A veš, recimo, vem, kaj mi govoriš, ja. Ampak je veliko teh nekih usporednih mehanizmov, ki delujejo zraven, Po eni strani se v bistvu dela škoda družbi, recimo, če bi tako rekel, po drugi strani se pa kot persona recimo prikazuje kot zelo uspešen, ki zaposluje, ne vem, koliko tisoč ljudi, pa je vpliven svetovljan, ki vpliva na to. In to sta ta dva mehanizma, ki enega izkoristijo, drugega pa ne. Zdaj pa kdo je pa zdaj? Zdaj je bolj tist, ki je dejansko skozi od začetka sam delal, pa je pol, ne vem, Mandela, ali pa, ne vem, Peter Opeka, ki so recimo skozi delali pravilno, za kdo ima več vpliva, pa kdo je recimo boljš naredil. Tukaj je tudi vprašanje, da velikrat sistemi, ko bi rekel, večji kot so, bolj togi ratujejo. In pol, ne vem, prideš v nek sistem, ko hočeš uspeti iz nule, pa ne moš uspeti iz nule, ker že drugi toliko obvladujejo ta sistem in je tako tog, da ne moš nič več narediti kot nekaj, kar je izven pravil. To je točno to. Točno razumljivo, kaj mi govoriš. Sam hkrati pa, kako bi rekel, da greš kontra nekim vrednotam, zato da pol pridigaš, koliko so te vrednote pomembne, ne vem, če se mi zdi to smisel, ne vem, če mislim, politika je recimo ena izmed recimo. Politika je recimo ena izmed tipičnih, ko dejansko neke vrednote narediš. Vprašanje pa je, koliko je pa v bistvu pristnosti pa resničnosti odzadaj. In kako bom jaz lahko volil enega politika, ki konstantno razdeljuje družbo,
Pa govori, jaz bi pa vas rad, ne vem, vodil, pa ne vem, kako boš ti mene vodil, mislim, nas vodil, če nas konstantno deliš, na kater način nas boš vodil, kako nas boš lahko konstruktivno vodil. Recimo, to priješ, recimo, lahko tudi do točke, kako dejansko socialno mreže pa tako nasplošno v bistvu vpliva na tvoje razmišljanje, pa kako boš ti se obnašal, pa kako boš sprejemal te informacije. Ne? Ker lahko je mogoče glih to, da dejansko ti narediš nekaj diametralnega, ne? Spodbudi potem na koncu neko realnost. To, ko bi zdaj recimo rekel, ne vem, da je zavedanje o recimo pomenu družine ali pa recimo, ne vem, oče, mati, otroka, ne, recimo, ne, se pravi, rečemo te neke krščanske vrednote, ki so, ne, si mogel mogoče na drugi strani, ne vem, a je bilo to zdaj načrtno, ni bilo načrtno, se ti si tako sena, ne, si, ne vem, se je mogel face poveličevati recimo istospolne partnerje ali pa recimo, da si dahka ti danes, ne vem, se identificiraš kot kontejnerje, ne, to maček. Mislim, ne vem, ne, veš, v take ekstreme smo šli, ne, a veš, v take absurde, ne, a veš, da na koncu se res tako vprašaš, a ne, vsak po zdravi pameti, ne, bo rekel, pa jaz nisem kontejner, ne. Ne moreš biti kontejner, ne. Lahko si norca delaš, ne moreš biti pa kontejner, ne, ali pa maček, ne, a veš, ne. Veš, in pol recimo taka stvar, ne, recimo tak ekstrem privede do zavedanja, kaj je pa resnično, ne. Mi je pa jasno, da vse to dejansko to človeško, te odnosi pa to interakcija je neka dinamična stvar, ni statična. Ja. A veš, in to se mi zdi mogoče, če nekdo definira kot kontejner, pač probava, a veš. Ne vem, jaz mislim, da je to spromoviran. Jaz recimo to vidim kot neko promocijo nekega ekstrema. Ne vem, če mislim promocija kot promocija, da je to plačana zdaj promocija, ampak pač nekdo pač proba in če ne gre, pač ga sistem ustavi. Ne vem, vidim, da ti zelo čustuješ s kontejnerjem. Ne. Se misliš, da se hočeš poistovetiti. Hočem reči, ne, jaz to ne jemem tako tragično v smislu, meni se pač to ne dotakne. V redu, a si hočeš biti, pa bodi kontejner. Če ti to funkcionira v življenju, super, upam, da boš imel veliko malih kontejnerčkov čez to. Super, pa vsi bojo da si boš našel eno dobro kontejnerko in boste imeli veliko malih kontejnerčkov. Ali pa vsaj kan za smeti, ali pa nekaj. Temu se reče smetišče. In da boste srečno živeli na smetišču do konca svojih dni. Recimo, ne? Ne, pač, ja, veš. Mi smo šli zelo res v ekstrem. Ja, čakaj, da začnemo v WC-jih, ker me ne želiš čiti. Ja, glede na to, da socialna mreža, jaz mislim, da bo dosti bolj pomemben, da gremo se družiti, pa da se takle dobimo, pa da se družimo, pa da se... Se strinjam. Ne, pa da se gre na mes... na socialno mreže scrollati, da se gre na Šmarno goro. Se strinjam. Imaš željo danes iti na Šmarno goro, ko je lepo vreme. Jaz mislim, da če nekako gremo proti zaključku, osebno mislim, da nič ni narobe s socialnimi mreži, če jih uporabljaš nekako smiselno, v nekih določenih okvirih, si postaviš nek čas, rečeš, ok, to bom uporabljal, več kot toliko ne bom, in da je pomembno, da greš izven tega in da greš ven v svet in doživljaš stvari v živo, ne samo preko virtualnega unga, in da si najdeš neko ravnovesje, nek balans se najdeš, ta prav, a ne, v tem smislu. Ja, jaz se strinjam, mislim. Pa valjda. Mislim, da je bila taka zelo zanimiva. Je bila? Ja, zelo zanimiva. Ja, neč bomo naslednjič še kako temo. Mislim pa naslednjič bomo kar nekaj šli kruzatele, ko nam je tole kar po moje fajne. Velja. Imam še eno anekdoto, sem prav razmišljal o tem, da moram to poudariti, preden zaključimo, no. Ko si rekel, da bomo midva snemala, ne? Kontra, ne? Imam eno boljšo idejo, da ko bomo dosegli neko število subscriberjev na YouTube, ne? Da ga bomo takrat naredili. Kaj bomo tako naredili? To snemanje midva? Tako, ja, midva. Da bi te jaz intervjuval? Ja, tako. Da bo bolj, da vidimo zdaj, postavimo, kako rečemo. Jurija, 2 Jurija. Ja, to pa bo zdaj svetega. Ja, lahko je hiter. Pa čakaj, lahko da bo zdaj ljudje začeli klikati. Da. Ja. Tako da. Ja, moramo priti do nekega, da nas bo imel algoritem rad, ne? Pa to boš mogel začeti delati pizdarije, ajde. Ti bi dejansko, da čim več ljudi vidita tvoj intervju. Ne, mislim, cilj je, da se... Kaj bi rad zdaj sporočil, bi rad kandidiral ali nekaj? Ne, to ne. Stranka Ziper. Ja, skupnost.
Ne, v bistvu sej namen platforme je, da dejansko doseže čim več ljudi. Sej za 100-200 ljudi, se to so tak naši frendi ali kakorkoli. Je to neka sicer skupina ljudi, ampak dokler ne presežeš tega, je pač treba malo spodbuditi. Veš, vsi so delali neke trike, se smo ugotovili danes, da dejansko moraš iti iz ovinka, da prideš pol do... Ja, jaz se čist strinjam. Jaz vem, da moraš iskati drugačne načine in na druge načine prije do nekega rezultata, ampak še vsem se mi zdi, da te načini je fajn, da so v skladu z nekimi vrednotami. Ja. V tem smislu, tako. Može pa seveda biti rečemo, da je to kreativen pristop. Tako, kreativen pristop, tako je. Da vidimo, lahko da boš zdaj šli navzdol. No, tako da ja. Hvala. Hvala. Jej.